Torej, lepo zdrav sem skupaj in dobrodošli nazaj na Parabellum. Za tiste, ki tega ne veste, če niste metalci, naredite malo raziskave, bo bolje. Pravzaprav mi je ta jezikovna izbira zdaj zelo všeč, ne govorim o drugih dveh, ker drugače nas YouTube takoj blokira. Nasvidenje. Nasvidenje, bilo je lepo, veš, kot na koncu Looney Tunes, tisti konec, to je to. Ljudje. Tako je, torej posodobitev o tem, kaj počnejo naši zasneženi prijatelji v Skandinaviji, na Danskem in tako naprej. Ker so se seveda, odkar je izbruhnil konflikt v Ukrajini, vsi skupaj nekoliko bolj aktivirali. Vemo, da sta Švedska in Finska vstopili v NATO, a predvsem so se stare zamere in sovraštva vrnila še močnejša kot kdajkoli prej. In vmes so na primer propadli nekateri dogovori o proizvodnji določenih motorjev. Zakaj je šlo? Za ruske jedrske ledolomilce in še veliko drugih stvari. Res je, da je zgodovinska nevtralnost teh držav bila je nekoliko pretirana, saj so v resnici vedno komunicirali z NATOm in imeli dober nadzorni sistem. Zato so vedno spremljali Sovjetsko zvezo. Tako so bili nominalno nevtralni, vendar so imeli obsežno preiskovano dejavnost glede sovjetskih aktivnosti in so te informacije posredovali naprej. Torej so formalno bili nevtralni, v resnici pa so sodelovali že vsaj 50 let. Samo toliko, da bi rekli, glej, če se bodo napadli, pridi mal pomagat, saj Antonijo tam živi. Živi tam, kjer je že ob 4 popoldne skoraj popolna tema. No, ampak stereotipi pač, pozimi je lahko tema že ob 2, tudi ob 2, pozimi je že ob 2 skoraj tema, oprosti, moja napaka. Moja napaka. In ukvarja se s temi stvarmi, zato smo ga ponovno povabili, tako da se bomo pogovarjali o NATO, o severu, v narekovajih, ker je tudi zanimivo videti bloke, ki potem obstajajo. Vsekakor so znotraj same NATO zaradi logističnih vprašanj precej očitni tudi kooperativni bloki. Torej, prosim, beseda je tvoja, na kratko se ponovno predstavi, ker si bil tukaj že pred časom in morda je potrebna osvežitev, majhna osvežitev. Allora, ime mi je Antonio Diuccio, izviram iz Neaplja, pravzaprav iz Vomera, kot radi rečemo mi, ki živimo v tej posebni četrti. In potem, ko sem precej potoval in delal v recimo mednarodnem okolju, tudi na področju varnosti, v različnih sektorjih, na različnih področjih, v različnih državah, odločil sem se, da se malo umirim in pridem sem na Norveško, misleč, da je tukaj vse v redu, da je mirno. Najhujše je že mimo, bil je 2021, kaj bi se pa lahko zgodilo? No, grem med severne jelene, jem losove mesne kroglice, kaj ne? Pa nič od tega, no. Tiste so še vedno tam, ampak včasih mimo ne pride samo to, pride tudi kakšna jedrska podmornica, tako da nam res nič ne manjka, ničesar nam ne manjka, res. Torej, preden začnemo z resničnimi, pravimi posodobitvami, tukaj je prva prosojnica. Jaz sem jo želel posvetiti enemu izmed redkih, morda celo enemu izmed zelo redkih zgodovinskih primerov. Recimo enega. O misiji, o projektu, ki je bil uspešen, ki sta ga izpeljali Italija in Norveška z ameriškimi sredstvi, torej, ko so bila združena ameriška sredstva, italijanska tehnika in tehnologija na področju letalstva. In vikinška trma Norvežanov. Da so prvič v zgodovini preleteli severni pol. In poleg tega, da so ga preleteli z italijskim zračnim ladjem, ki je bil kasneje imenovan Nord, so prišli ne le do severnega pola, ampak iz Norveške vse do Aljaske. In to se morda danes ne zdi, ne bom rekel neumnost, ampak takrat severnega pola niso nikoli niti fizično dosegli, kaj šele preleteli. Obstajala so celo območja, ki so bila popolnoma nedotaknjena, tam ni bilo nikoli nobenega preleta, noben človek ni nikoli prišel tja kot danes. Na Marsu, v bistvu. In čeprav so bili akterji veliko večji od Norveške in Italije, je Italija, zahvaljujoč svoji tehnični sposobnosti,
uspela ustvariti zračno ladjo, ki je bila cenovno dostopna. Torej, ta majhna država Norveška je imela namen, da se postavi na zemljevid. Ker se spomnimo, da je bila leta 1926 Norveška neodvisna, že 20 let in pol, skoraj 21 let. In še ni imela svojega pravega tona, ni imela načina, da bi si jo zapomnili, prepoznali, da bi rekla, mi smo drugačni od Švedov ali Dancev. In to je bilo torej z političnega vidika velik uspeh, seveda tudi v Italiji v tistem 20-letnem obdobju. To je potem postala zmaga, poleg tehnološke in tehnične, tudi zmaga tistega, ki je kasneje postal general Nobile. To je bil potem tudi vir ponosa za fašizem, ampak ni izhajalo iz, recimo, italijanske politične volje. To je bila norveška volja in kasneje potem, zahvaljujoč uspehu, postala tudi italijanska politična zmaga. Zaradi tega razloga mislim, da je bila zdaj popolnoma pozabljena v Italiji in to je v resnici škoda. Ker tukaj zdaj na Norveškem so prav maja praznovali to 100-letnico z velikimi čustvi, saj je to eden od temeljnih mitov norveškega naroda. Obdobje Balba. Skratka, naslov Balbo in njegovi preleti. In tako naprej. To je zemljevid, ki je bil tudi na diapozitivu, v predstavitvi v prejšnjem prenosu v živo, samo da si ustvarimo predstavo, kje smo. Tako lahko vidimo, da je vse, kar je nad Svalbardom in torej že vključuje Grenlandijo, sam led. A hkrati so obdobja v letu vedno daljša, ko je mogoče prečkati ta ledišča in tako doseči cilj. Bilo je malo v bistvu. In to je torej eden glavnih razlogov, zakaj bo v prihodnosti, torej ne danes, ne jutri, ampak čez 10, 15, 20 let, zdaj se že šteje za samoumevno, zaradi ali po zaslugi globalnega segrevanja, da bodo te dežele resnično Grenlandija. Torej prvič bo dežela, ki raste, postala bo zelena. In zato se bo stalila in bo tako plovna, pa tudi obdelovalna. In tudi rudna bogastva bodo lahko izkoriščena. Torej, to je območje, kjer smo danes in prav ta del, ki ga zdaj kaže Mirko, predstavlja nekakšno obrambno verigo, ki bi v primeru vojne med Rusijo in Kitajsko na eni strani ter Ameriko na drugi strani. To je prav tista veriga, ki bi jo mornarica Združenih držav Amerike v teoriji morala uspeti zaščititi. Da bi se izognili izgubi stika z evropsko celino in tako ne bi več imeli možnosti pošiljanja oskrbe v Evropo in njenega prejemanja iz nje, bi morala biti ta veriga Grenlandija, Islandija, Združeno kraljestvo in nato povezava z evropsko celino. Seveda bi to pomenilo, da bi Svalbard in Norveška ostala prepuščena sami sebi, a upajmo, da ne bo tako. Svalbard je tam, kjer jedo pingvine, eno vrsto pingvinov, tiste leteče, ki jih lovijo z mrežami, kaj ne? Gledal sem dokumentarc nekaj takega. Ne sme biti Svalbard. Pravzaprav je zelo zanimivo, ker so tekmovali, kdo je ne bo koloniziral. Se je bila tako oddaljena in težko obvladljiva zaradi podnebja. In seveda zaradi tehničnih pripomočkov, ki so jih imeli na začetku 20. stoletja. Zato so se na koncu odločili, da jo uradno dodelijo Norveški. Na nek način. Vendar so jo ohranili militarizirano in odprto tudi za druge države, podpisnice sporazumov za Svalbard. Zaradi tega obstaja celotno rudarsko naselje, ki se imenuje Barentsburg, ki je popolnoma rusko, torej skoraj 100% pod rusko jurisdikcijo in seveda so tam vsi Rusi. In 9. maja si lahko samo predstavljate, kaj se tam počne in česa ne. Tako da lahko svobodno praznujejo dan, recimo, sovjetske zmage nad nacistično Nemčijo. Torej, to so območja, ki so resnično na meji in se segrevajo tako podnebno kot geopolitično. Videli bomo tudi kasneje, da sta tako spoofing kot jamming zdaj že vsakodnevna pojava. Torej, to niso več izjeme. Izjeme gre za nekakšno hibridno vojno, ki je že v teku. In tukaj morda
In tukaj morda bi morali govoriti o celotnem mestu, ampak ni tako. Točno tako, kot smo predstavljali na ISO severa, pogled na sever. Točke, ki sem jih želel izpostaviti tukaj, so tiste, ki jih bomo obravnavali tudi danes, z izjemo letalonosilke Ford, ki je, če se ne motim, bila na to premeščena na Bližnji vzhod, kaj ne, Mirko? In to je tista, ki je imela težave z pranicami. Ja, se mi zdi. Ja, tista. Zdi se mi, da je bila prav Ford. Tukaj pa je bilo leta 2024 med Bidenovo administracijo, ko je lepo potovala sredi fjorda. Torej, takrat je bilo tudi prijetno, bilo je lepo biti mornar. Morda za Združene države, za ameriško mornarico, ki si šel na potovanje okoli sveta. Drugi elementi, ki so ostali, so skupne ekspedicijske sile, ki so zdaj eden od stebrov lokalne obrambe, rekel bi obrambe nordijske regije in je pod vodstvom Angležev, o tem smo govorili tudi v drugem prenosu v živo. To je recimo element neka NATO, znotraj NATO, kar zadeva regijo. In prizadevanje Anglije ni toliko na terenu, ampak bolj pri upravljanju in spremljanju ruskih dejavnosti na pomorskem področju. Torej, vse, kar Rusi počnejo na pomorskem področju, na to opazuje in uravnava ta nekakšna koalicija pod vodstvom Angležev. Kar je nekoliko smešno, če danes pomisliš na stanje britanske mornarice. Prav zaradi tega, recimo, Angleži imajo veliko napak, ampak ena stvar, ki jim je ne moremo očitati, je pragmatizem. Torej, ko jih je malo in imajo težave, poskušajo ustvariti koalicijo. To ni majhna stvar, ker ne poskušajo vsega narediti sami. Oni pa nimajo sposobnosti, morda tudi zaradi svoje zgodovine, način razmišljanja za vodenje koalicije, ki ga druge države nimajo, Danska, Švedska, Norveška, Finska, Nizozemska, vidimo pri Rutteju, nimajo te sposobnosti, da bi združili vse zaveznike in si razdelili naloge. Samo po sebi umevno je, da je bila seveda tudi angleška ladjedelniška zmogljivost ponovno aktivirana. In dejansko zdaj norveška mornarica ne uporablja le istih fregat, ampak je kupila nove fregate in iste helikopterje. Iz Anglije, torej iz angleške mornarice, vendar deluje v popolnem sozvočju. Torej, zdaj v norveški mornarici uporabljajo angleščino, kadar so na skupnih odpravah z Anglijo. Tako so popolnoma opustili nacionalno vprašanje jezika, da bi ustvarili funkcionalno celoto. Kar zadeva lov na ruske podmornice, lov na Rdeči oktober. Vsi se bodo vprašali, no, kaj pa te ruski podmornice, kaj naj bi sploh naredile? V resnici jih je zelo malo, poleg tega pa so jedrske. Torej, že samo po sebi je to seveda problem. Ampak problem, ki se je še dodatno pojavil, je odvisnost cele Evrope od podmorskih kablov. Podmorski kabli, ki jih ruska mornarica nenehno spremlja in nenehno kartira. Ker v primeru hipotetične jedrske vojne in popolne vojne zelo dobro vedo, da nimajo takšne pomorske zmogljivosti, da bi se lahko kosali z mornarico, z zahodnimi mornaricami. Prva stvar, in morda tudi zadnja, ki bi jo želeli narediti, je sabotirati te podmorske kable. Na tak način bi prekinili vse komunikacije med ameriško in evropsko celino. Na to pa še povem, da je tu tudi plin, ki se pridobiva v Severnem morju. In vse te platforme so izpostavljene, zato jih nasprotniki zlahka zadenejo. V primeru, ko želiš povzročiti največjo škodo, smo to videli tudi pri Iranu, Potem je alarmiranje zelo odvisno tudi od tistih nacionaliziranih črpališč. Absolutno, ne samo Norveška, ker v resnici ima od te črpanja koristi celotna severna Evropa. Še posebej, ker Norveška sama po sebi, ker je majhna država, ima 5,5 milijona prebivalcev, ker je toliko virov, v resnici je država že elektrificirana in ima tudi jezove, torej precej razvito hidroelektrično zmogljivost. Teh virov pravzaprav ne potrebuje tako zelo kot energetsko zahtevne države, kot je na primer Nemčija zaradi svoje težke industrije. Kasneje bomo videli tudi tukaj na tem plakatu, ki sem ga fotografiral na ulici,
Welfare ike bopen, kar pomeni blaginja, ne orožje. To je občutek, ki na nek način seveda ne izginja. To ni občutek, ki bi bil nekritičen, nasprotno, ima odlične točke. V logiki, da moramo biti pozorni pri uporabi vseh teh milijard, pri njihovem trošenju. No, Jungdom. Ja, seveda, in rdeča mladina, torej mladi komunisti, niso več ravno nekritični. Kar se tiče NATO, ideja ni samo od rdeče mladine. Ne tukaj na Norveškem, ne na Švedskem, ne na Danskem. Koliko pomenijo v odstotkih? Zelo. Malo, recimo, da rdeči stranke skrajne levice pomenijo približno gibov 4-5 odstotkov, torej ni ravno velike, recimo. Njihova agenda ni posebej prisotna na politični ravni med volitvami, vendar se teme, o katerih oni govorijo na radikalen način, vseeno obravnava tudi v drugih strankah, kot so na primer ekološke stranke ali pa stranke sredine. Ali tudi stranke, ki želijo udariti po vladah in rečejo, v redu, ves denar, ki ga vlagamo v orožje, je v redu, ampak pomislimo tudi na socialno varnost. Tako da govoriti o socialni varnosti in orožju, ali pa tudi, če ne rečemo socialna varnost ali orožje, je vseeno tema, ki tukaj postaja pomembna. Ker vse, kar se seveda uporablja za vojaške izdatke in ponovno oboroževanje skandinavskih držav, ne nordijskih, ampak skandinavskih, ker je Finska bila pripravljena, ampak je bila rojena pripravljena. Finska, upravičeno zaradi svoje zgodovine, nikoli ni prenehala graditi bunkerjev, niti v 90-ih letih. Torej, mi smo gradili zmaje, oni so gradili bunkerje, evo, recimo tako. Torej, to so teme, ki so ostale, o katerih bomo govorili tudi danes, recimo na kratko. Prva zgodba, ki bi jo rad predstavil, ni neposredno povezana z Norveško, vendar je vseeno zbudila moje zanimanje. Ker je šlo za to ladjo Ursa Major, rusko ladjo, za katero so takrat govorili, da ima na krovu pokrove za jedrske reaktorje. O tem ruskem ledolomilcu, o tem megalomanskem projektu, ki že leta stoji v pristanišču Vladivostok. V resnici so ugotovili, da ta ladja, ki je bila sabotirana in potopljena pred Kartageno, torej ob obali Španije, ni prevažala pokrovov. Iz Ukrajine, verjetno zaradi ukrajinske sabotaže, kaj ne? Zgodba je imela velik odmev tukaj na Norveškem, ker je bila ladja, ki je bila najbližje tisti Ursa Major, tovorna ladja Oslo Carrier 3, kot ladja, ki je bila povezana z Norveško in zavrnila je pomoč ruskim mornarjem. Torej je zavrnila, da bi jih rešila, zavrnila je, da bi jih vzela na krov. Torej je bila Ursa Major ob boku Oslo Carrier 3. To je zločin, ker in je zavračajo. Torej, je bila to stvar, zaradi katere je ruska diplomacija recimo uporabila, ne morem povedati besede, ki jo ima v mislih, ampak uporabila je zelo oster ton z Norveško, prav zato, ker je bilo jasno, da nekaj ni v redu. In dejansko, če narediš 2+2, Oslo Carrier je blizu, ladji, ki je bila sabotirana, ne narediš nič drugega, kot da vzameš mornarje na krov, nekaj skrivajo. Zato je imelo velik odmev tukaj na Norveškem in v resnici so mislili, da je bilo zaradi teh pokrovov, pa ni bilo tako. Ker je CNN po 2 letih kar naenkrat objavil ta članek, ki ga lahko najdeš tudi med viri, ki sem jih navedel, članek CNN-a z dne 12. maja 2026, dan pred obiskom Trumpa na Kitajskem, v katerem v tej zelo dolgi analizi, polni virov, torej raziskavi, opravljeni v ozadju z zelo pomembnimi viri, navedeno je, da je Ursa Major, ki je bila vsebovala reaktorje za korejske podmornice. Korejske podmornice, ki jih je prav v tistem obdobju napovedal Pjongjang. Torej je bila zgodba veliko hujša, veliko bolj, recimo, upravičuje na nek način, zakaj bi bila sabotirana. In zato tudi celo ruska mornarica se je odločila potopiti
Ursa Major, ker tudi to, pravi CNN, Ursus. Ursa Major ni potonila sama. Ursa Major je bila sabotirana, mi smo poskušali, ruska mornarica je poskušala jo rešiti, ni uspelo, potopila se je. To izhaja tudi iz španskih preiskav, ki trenutno poskušajo razjasniti, kaj se je zgodilo. In prav kapitan ladje Ursa Major je bil citiran, ki je izjavil, da prevažal sem jedrske reaktorje. Torej, recimo, da sem na to naletel po naključju. Torej, v tej zgodbi se je splačalo nadaljevati z raziskovanjem, kljub temu, da ne gre neposredno za skandinavske države. Ker je bil to izdelek za Severno Korejo, je nekaj, kar je morda tudi Kitajsko zanimalo. Se gre vseeno za neprijetnega soseda, Severno Korejo. To je zanimivo spremljati, ker se pod mizo dogajajo čudne stvari. V tem kaosu, ki je zdaj, je težje slediti zgodbi, ki je pred tvojimi očmi, kot pa jo iskati v tajnih virih ali drugje, ker je veliko zmede. Tako da, ja, rekel bi, da če začneš slediti neki niti, je zanimivo videti, kam te pripelje, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, no? To nas potem pripelje do druge teme, ki je zelo povezana z Nordiki, in sicer do plavajočega Černobila. To je v bistvu projekt, tisti zgoraj, ki ga vidite, ki izgleda kot stavba na morju ali križarka, grda. To je kitajska barka, ki bo gostila 2 jedrska reaktorja, ki nista dosti drugačna od tistih na ruskih ledolomilcih, ki so že v uporabi. Zdaj, to kitajsko barko so prepeljali v pristanišče Sankt Peterburga in tam bodo namestili 2 jedrska reaktorja, ki jih je proizvedel Rosatom. Zdaj pa je vprašanje, ali bodo jedrsko gorivo naložili v Sankt Peterburgu ali v Murmansku. To je vprašanje, ki je zame, se živim v Oslu, seveda pomembno, saj bom to videl iz prve roke. Ko bo ta ladja, ta barka prispela na svoj cilj, torej v odročno rudarsko vas v Sibiriji, torej jo bodo odpeljali iz Sankt Peterburga, šla bo skozi Užino, peljala mimo Osla, nato gor do Kirkenesa, torej skozi celo Norveško, in nato prispela ampak v Murmansk. Priklopijo jo, kaj ne? Tako je, zadnje čase so objavili videoposnetke za tiste, ki so dvomili o tisti fregati, ki je bila zadeta v doku v Sankt Peterburgu in podobno, ali pa so prav nedavno objavili videoposnetke. Tako je, torej Rosatom je že izjavil, pravzaprav so Rosatom že vprašali, ali bodo ti prekleti reaktorji napolnjeni z gorivom v Sankt Peterburgu ali v Murmansku. Kot se je zgodilo edinkrat doslej, ko obstaja zgodovinski precedens, torej za akademik Lomonosov, ki je bila druga barka, vendar ruske izdelave, z sovjetskim dizajnom, ki so jo pripeljali v Sankt Peterburg. Tam so bili nameščeni stari reaktorji, v vsakem primeru modeli z sovjetskim dizajnom jedrskih reaktorjev, vendar pa so jih, preden so naložili uran, odvlekli, jih pripeljali do Murmanska, tam so jih nato napolnili z uranom in nato so šli v Sibirijo. Tokrat, glede na to, da so jim že naredili to lepo darilo, torej da so potopili Ursa Major z 2 jedrskima reaktorjema na krovu, se postavim v kožo Rusov in se vprašam, ali se mi splača jih pustiti prazne in pustiti, da mi jo potopijo, ali jih imeti napolnjene in prestrašiti vse, dokler ne pridem do cilja. Kaj bi ti naredil, Mirko? Jaz bi vedno razdelil tveganje, poleg tega pa ne vem, kako veliki so in koliko jih je mogoče prepeljati z drugimi prevoznimi sredstvi. Ampak zagotovo dejstvo, da so Ukrajinci. Poglej, nekdo nas je tudi v klepetu vprašal, če smo videli zadnje izjave Rubija glede stopnjevanja med Rusijo in Ukrajino. Ampak stopnjevanje, Ukrajinci samo odgovarjajo na to, kar počnejo Rusi. Zdaj, ko so Ukrajinci sposobni, je postalo stopnjevanje, to je zanimivo. Ne ta način. Sem mislil, da ja. Ker smo govorili o Nordici, sem mislil, da se nanaša na komentar Rubija o tem, da je Grenlandija Danska, odkot Grenlandija. Zaenkrat, ja, to zaenkrat... Kar je zanimivo.
ker je povezano z stališčem ruskih televizij v zadnjem tednu, kjer pravijo, da so sosedje Rusije tisti, ki jih želi Rusija. Za zdaj recimo, da so neodvisni, zanimivo je to vzporedje delitve. Medtem kot sem rekel, so bili objavljeni videoposnetki. To je bila korveta, ne fregata, ki je bila poškodovana v Sankt Peterburgu. Da sem na primer govoril z novinarjem, ki me je vprašal, veš, zdaj, ko Ukrajinci napadajo Sankt Peterburg, vsi govorijo o stopnjevanju, kaj ne? Rekel sem, oprosti, ampak že 4 leta jih tukaj bombardirajo, napadajo povsod v Ukrajini, postane stopnjevanje, ko Ukrajinci odgovorijo, če že, je to pravičnost, dvojna merila. Praktično, ne? Obstaja prav dvojna merila, obstaja nevarnost, da bi Ukrajinci lahko udarili. Točno tako, kot Rusi udarajo Ukrajince. In tega se ne dela. Kaj ne? Prav. 4 leta enostranskega bombardiranja. Zdaj, ko jim nenadoma res uspe doseči učinek, odgovor pride s pametne strani. Zakaj je bil tisti dron izstreljen v Sankt Peterburgu? Kar so zadeli, je bila rafinerija oziroma skladišče goriva. To so naredili namenoma v času, ko so tam, je ta festival, kaj je to, To imenuje ruski Davos, v bistvu nekakšen gospodarski forum, kjer mora med danes in jutri Putin priti in govoriti. Tja hodijo bivši pedofili, kot je Scott Ritter, ljudje, ki pravijo, da gredo s kartico italijanske vlade, pa čeprav so pozabili, da so bili del italijanske vlade. Pred 10 leti pa sem odkril nekaj zanimivega, kar morda ljudje niso opazili. Pri vseh tistih, ki jih vidimo recimo na panelih. Naprimer, minister za zunanje zadeve ali pa ne, državni sekretar za italijansko gospodarstvo ali pa kaj je bil SEK. Ne, sekretar, inšpektor ZN in tako naprej, izkazalo se je, da so vsi ti nazivi praktično ponarejeni. V kakšnem smislu? Tako je bilo pred 20 leti, ampak tam to navedajo, na forumu napišejo, kot da so na položaju, da pokažejo, glejte, k nam prihajajo predstavniki in tako naprej. In ko sem pogledal seznam in poznal določene osebe, sem rekel, hudiča, kakšna zbirka pošasti. Ker so vzeli praktično najbolj zmešane, tiste, za katere se ve, da so popolnoma mimo, kot vaze. Scott Ritter je eden izmed njih, je eden izmed teh. Da si ustvarite predstavo, pa je zanimivo videti ta gibanje in napad, ki se zgodi ravno med tem, ko oni delajo reklamo za to stvar. Videli so se vsi povabljenci, ki so šli na forum in zadaj so bili ljudje, črni dim. Zakaj to pripovedujem? Zakaj nas briga, da grejo ti ljudje tja? Zakaj nas prav zanima gospodarski forum v Sankt Peterburgu, kar potem v resnici vidimo? Države, ki v resnici želijo trgovati z Rusijo, jih je malo. In tvegati, ker če imajo sposobnost napasti med takšnim dogodkom tukaj, imajo sposobnost zadeti tudi pristaniške doke in tako naprej. No, te ladje ne vidim tako dobro. Ne. Predvsem zato, ker se zdi, da bi se tega dogodka moral udeležiti kot vsako leto tudi letos Putin. Torej, to ni drugorazredni dogodek. Torej, je veliko nervoze, ker seveda, kot bi rekli, ruska stran, ruska komponenta glede tega vprašanja, glede te zgodbe o jedrskem gorivu, verjetno ne bodo dali odgovora. Kar se bo verjetno zgodilo je, da ne bodo rekli ničesar, bodo prazni, v Murmansku jih bodo napolnili z gorivom, tako kot so storili zadnjič, kar je vseeno baza v Murmansku. Ampak ni gorivo tisto, ki je vredno. Vredni so ti. Koliko je gorivo vredno na kilogram v primerjavi s temi motorji? Torej, če tvegaš, izgubiš motorje, recimo, da tisto motorji. Povejmo tako, tisto, kar je seveda v interesu držav, ki potem pridejo mimo, ki vidijo, kako gre naprej ta plavajoči Černobil, možnost, da potem pride do precej pomembnih radioaktivnih izpustov. Odtod moj predlog, moja hipoteza, moj, kako naj rečem, predlog za naslov,
ta. V živo nočem zanetiti sveta, kot v pesmi iz Fallouta. Ker smo govorili o sevanju, torej o strahu, ki obstaja za države, ki prihajajo na vrsto, torej baltske in nordijske države. Gre za to, da če bo potopljena z tem jedrskim gorivom na krovu, bo prišlo do hude okoljske škode. Torej, ti veš več kot jaz, Mirko, ali je veliko ruskih jedrskih podmornic naokoli, ali pa tudi ameriških? Ali se je kdaj zgodila nesreča z reaktorjem, ki je potem imel uhajanje goriva? Glej, tukaj bi potrebovali odvetnika za atom, ampak ne verjamem, da bi gorivo za reaktorje, če konča pod vodo, imelo samo po sebi veliko nevarnost. Mislim, vedno pretiravamo glede tega. Z gorivom se celo ravna ročno. Lahko brez težav primeš palico, seveda za kratek čas, tako sem to mislil. Torej, postavil sem to, dobesedno. Ja, lahko jo vzameš za kratek čas in tako naprej. Gre za vprašanje časa, treba je videti, koliko se razprši, kakšno gorivo je, kakšen je njegov razpadni produkt in tako naprej. Če konča pod vodo, 500 metrov pod vodo, je tam izolirana. Problem, poleg samega naboja, je tudi nemožnost izvleka. Ker če se kaj zgodi zunaj obale Norveške, kjer so nedosegljive globine, Kakšen je rezultat? Še bolj varno. jaz pravim, Glej, naredil sem veliko prenosov živo z odvetnikom Atmosom. Če ta čoln tukaj konča 500 metrov pod vodo, se ne zgodi popolnoma nič. Naboj, razpadanje, ki ga ima to gorivo tam, na 500 metrih pod vodo, je večja nevarnost, da ga kdo pride iskat iz drugih razlogov, kot pa da bi bil kakršenkoli nevaren sam po sebi, ker ne naredi popolnoma nič. Vendar misli, da to bolj medijska zgodba ljudi tam, ki jih je strah, ampak ti zagotavljam, da se ne zgodi popolnoma nič. ja, novica se tukaj začenja širiti. Torej, o tem se je govorilo in zdaj je v Sankt Peterburg prispel prvi jedrski reaktor, tako da je gradnja v teku, ni je ustavila vojna v Ukrajini. Torej, Rosatom še naprej gradi te reaktorje in posledično tudi recimo lokalni in nacionalni časopisi začnejo govoriti o tej zgodbi, vendar brez kakršnega koli razumevanja. Zdaj, rad bi rekel eno neumnost tebi, ampak se jih ne zaženejo tam na ladjika, ne. Peljejo jih tja in jih zaženejo tam, ne. In potem je to samo inertni material, ki ima nek naboj. Ne, problem je... Ravno v tem. Problem je v tem, ne grem dlje od tega, kar vem in kar je bilo povedano. Problem je ravno v tem, da so v Murmansku aktivirali, ko je šlo leta 2018 za Akademik Lomonosov, da so jih aktivirali so jih v Murmansku, ampak v Sankt Peterburgu. Tveganje je, da bodo tokrat to naredili v Sankt Peterburgu in ne v Murmansku, da bi preizkusili te reaktorje, preden jih pošljejo v Sibirijo. Tveganje se gledamo z tehničnega vidika, ali to znajo narediti, ali lahko to naredijo v Sankt Peterburgu, da, ne vemo. Seveda, ruska stran ne bo ničesar izjavila o svojih zmožnostih, da to naredi, ali o tem, ali so to že naredili ali ne. Prav zato, da ne bi rekli, ne skrbite, je prazno, lahko potopite tudi tega. Torej, recimo, tveganje je v tem, da bodo reaktorje zagnali v Sankt Peterburgu in ne v Murmansku, da bi jih preizkusili. Bomo videli. Medtem sem napisal romanu, ker sem videl, da je na spletu, tako da če bi mi kaj povedal, sem mu rekel, je ta stvar nevarna ali ne. Kolikor vem, vsakič, ko je Luka razlagal, sam material ni dovolj. Recimo, nihče nima zgodovinskih izkušenj, ker je bila edina priložnost, ko je bila taka barka pripeljana iz Sankt Peterburga v Murmansk leta 2018. Bil je ameriški projekt iz 70-ih let, kolikor sem prebral, kjer je bila ladja preurejena, recimo prenovljena, da bi lahko pridobili reaktor in lahko elektrificirali panamski prekop. Torej,
Ampak to je bil projekt, ki se je začel v 60-ih letih in končal v 70-ih, zato ni veliko zgodovinskih primerov. Seveda tudi leto 2018 ni. Ne, glej, zdaj mi je odgovoril. Pravi, da ni nobene nevarnosti, ni vprašanje pristranskosti ali nepristranskosti. Mark Ronson, 6785. To je vprašanje, to je znanstveno vprašanje. 100 kg materijala, ki pride ven iz nekaj 100 metrov pod vodo in sevanje se sploh ne more širiti. Potem je odvisno, za kateri material gre, ampak stopnja razpada ni zagotovilo, je zelo velika. Lej, ko se govori o jedrski energiji, se vsi bojijo in slišijo take stvari. Ni nobene nevarnosti, če Ukrajinci to razstrelijo, recimo, v smislu, da tisti material ne eksplodira, ni takšne stopnje, da bi se lahko sprožila reakcija. Zagotovo bi bilo zelo težko to izvleči. Po mojem mnenju je največja nevarnost ta, da tiste stvari ostanejo pod vodo in jih potem nekdo pride iskat. Ker pustiti to tam je prava nevarnost. Ne toliko zaradi onesnaženja, ampak zaradi tega, ker si to lahko nekdo prilasti. Še posebej, če globina ni velika. Na 200-300 metrih globine lahko to pobere skoraj vsak. Iran, Severna Koreja, veliko ljudi bi bilo zainteresirani za kaj takega. To se zgodi kot pri Ursa Major, kjer teh jedrskih reaktorjev, za katere spet ne vemo, ali so jih sploh testirali ali ne. Torej, Španija, vsi tisti španski preiskovalci, po uradnih virih ni nobene spremembe ravni sevanja na tem območju. Torej, v tem primeru gre za izpust, kot pravita ti in odvetnik Atoma, ni takšne vrste izpostavljenosti, da bi povzročila težavo. Seveda je drugače, če o tem govoriš o nečem, kar je zelo daleč. Mi bomo to videli, kako gre mimo nas, zato časopisi že začenjajo nekoliko napihovati to zgodbo. Tako da upam, da ima odvetnik Atoma prav, zato te bom obveščal, Mirko, kako se bo stvar razvijala. Tukaj sprašujejo stvari, ne samo ime 1260, ali smo 500 metrov nad ali pod zemljo, pod vodo. Prvi do 100 metrov, 120 lahko dosežeš, tudi z tehničnim potapljanjem, z rebreather in podobno, tja potapljači brez težav pridejo. Sicer pa so tam podvodna plovila, ki brez težav pridejo tudi do 2000 metrov globine, brez večjih težav. Poglej, zadnje, ki so obiskali, kakšen je bil model, potopitev Titanika in podobno, če se ne motim, bilo to več kot 2000 metrov globoko. Na 2-3-400 metri ni tako težko iti in pobrati material, ne pa celih kosov. Se pravi, ne moreš dvignati ladje, ampak dovolj, da lahko vstopiš vanjo s podvodnim plovilom, da pobereš stvari in podobno. Luka Romano mi potrjuje v klepetu. Ne, ne zgodi se nič. Pristaneš v vodi, ostane tam. Praktično bi se moral objeti s tem materialom pod vodo in tam preživeti cel dan, da bi ga dobro pocrkljal in morda bi ti to povečalo bi ti možnosti za raka. Najlepša hvala. V redu. Če v tem območju ujamejo ribe s 3 očmi. Tako da, če se nenadoma poveča število rib, ali če sardine iz Severnega morja postanejo velike kot morski psi, potem lahko o tem govorimo. V redu, torej, to so bili res najbolj šokantni elementi. Šokantne reakcije, ki je bil v tem obdobju, v teh dneh, torej, ki se zdaj začenjajo pojavljati med novicami, in zato bodo zagotovo na 1000% prišle tudi v Italijo in potem bo nastopila jedrska katastrofa. Torej, mi smo vam to začeli govoriti. Že si predstavljam vse youtuberje z atomsko gobo na naslovnici in s fiksnimi pogledi. Potem pogledaš tisto stvar in ugotoviš, da ni prav ničesar. Mamma mia. Torej, gremo naprej. Skupaj so potem delala tudi na tem kratkem videu o nenavadnem primeru dronov na Danskem, kot ga je poimenoval eden od tvojih sledilcev, torej o dronu na Danskem. Torej gre za zgodbo, ki je med 22. in 29. septembrom 2025 praktično blokirala vsa danska civilna letališča in tudi nekatera vojaška letališča na Danskem.
In to je zgodba, ki se je tam začela in tam tudi končala v bistvu. Ker po tistem obdobju, tistem tednu, 10 dneh, ko je bilo vrsta vdorov, panika, ljudje so picali policijo, o bog, popolna tišina. Se pravi, na takšni ravni se ni več zgodilo. Ampak, zdaj, ko smo že junija 2026, še vedno ne vemo ničesar. Torej, označeno je bilo kot hibridni napad, ruski, vendar brez dokazov, ni tistega odločilnega dokaza, tako rekoč. Izvor izstrelitev je popolnoma neznan. Verjetno so bile tovorne ladje preiskane. Da, preiskali smo tovorne ladje. V redu, ampak v resnici so potem te iste preglede kritizirali, ker so bili površni. Verjetno za tiste, ki vedo več o svetu trgovskih ladij, morda zato, ker so seveda pregledi, kot se izvajajo, površni. Drugače se izgubi vrednost, izgublja se čas, treba je preveč plačati osebje in zato je tako. Ne držiš, 50 dronov, če jih izstreliš, 3, da narediš zmedo, so šli tja, potem končajo v vodi ali po noči v morju. Torej, jih je težko prestreči. Torej, to je učbeniški primer, ker ni krivcev, ni dronov, ni dokazov, ni jasno, od kod so bili izstreljeni. In seveda, ker je danska država lepa in draga, ima tudi svoje zmogljivosti, vendar nima protokolov za vse. In povem vam vnaprej, protokoli za ukrepanje v takšnih situacijah, tako civilni, torej policijski, kot vojaški, so bili ustvarjeni šele po vdoru. Da bi poskušali začeti vzpostavljati neko usklajenost, da bi razumeli neko vrsto koordinacije. Tudi samo zato, da bi razumeli, kakšen tip je, da bi začeli razumeti, kako prepoznati dron, ali gre za komercialni dron, majhnega dosega in ali je torej nevaren. Zato ni treba klicati vojske, ni treba klicati letal F-35 iz letalstva. Ampak je nekaj, s čimer lahko opremimo policijo, da jih obvladuje. In seveda je prva stvar, ki jo je naredil, bil hiter odziv. Zelenski so poklicali Ukrajino, oziroma Zelenski je šel ponuditi podporo glede te zadeve, torej ukrajinske strokovnjake za obrambo pred droni. Odšli so na Dansko prav zato, da bi izobrazili danske kolege, kako ravnati v takšnih situacijah. Ker, ponavljam, niso jih niti poskušali sestreliti, prav zato, ker ni bilo nobene škode, nobenega prekrška. To bi lahko policija naredila več škode, če bi jih poskušala sestreliti, kot pa če bi jih preprosto pustila, da se igrajo v bistvu. Hvala. Vprašanje, zakaj samoumevno predvidevajo, da so Rusi? Zdi se mi, da Marsovci nimajo takega interesa ali tehnologije, nasplošno uporabljajo luči na nebu. Lahko bi bili Ukrajinci, ampak zakaj? Ker jih on gleda, ne jaz. Scenarije, najprej pojasniš problem, potem ti prodam rešitev, ampak tudi zaradi opozorila ali ponovnega ozaveščanja o ruski nevarnosti. To lahko naredi kdorkoli, ni nujno, da gre za vladno zadevo. Lahko sta tudi samo 2 prebrisanca, ki preprosto želita nekaj ustvariti, kaj ne? In rekel bi, da se je stvar ustvarila. Vsa možna scenarija je treba oceniti, dokler ni dokazov, nihče ne more popolnoma ničesar izključiti. Sicer pridemo do primera Severnega toka, kjer vsi pravijo, ne, to so bili Rusi. Jaz sem naredil zelo staro tabelo v enem od prenosov v živo in rekel, glejte, pozitivnih scenarijev za Ruse je tako malo, da bi bilo, kot da bi si sami dali pištolo v usta. Zdi se mi malo čudno, da so bili oni. Veliko bolj verjetno je, da je bil to kakšen tim, ki je šel tam mimo. Ker sem opazil, da je ta primer izginil iz javnosti. Drugi so bili bolj, recimo, povezani z resničnimi dogodki, migi, ki so kršili zračni prostor, bilo je veliko več dokazov. Evo. Ostali so droni, bile so poti in tako naprej. V tem primeru pa je vse nastalo in eksplodiralo v nekakšnem mehurčku. Ni bilo veliko dokazov. Recimo, da se s prstom kaže na Ruse, ker kako ne rečem, ni nedržavnih akterjev, ki bi bili sposobni izvesti hibridni napad takšnih razsežnosti. Ker ne govorimo o enem dronu na letališču, govorimo o tem, da je teden dni hkrati 3, 4, 5, 6 letališč
tako civilnih kot vojaških. Torej, obstaja usklajevanje, ki Je zelo dobro postavljeno. Kar nekaj ljudi Ali nekaj ladij? ali nekaj ladij. Tam je dovolj, mislim, eden. Tisti droni lahko vzletijo celo iz majhnega čolna za ribolov. Ni treba, da je kaj posebenega. Sestaviš ga na mestu in greš. Potem Danska, rekel bi, je zelo primerna za to vrstne napade. To je idealen kraj prav za take stvari. Je malo kot tisti dron v Romuniji, kaj ne, ta zgodba. Tudi tam je to zanimiva zgodba. Ker sem spremljal v zadnjih 2 letih tudi s povezavami na kraju samem. Preko recimo skupnih prijateljev sem zvedel, da so droni vseeno končali v Romuniji, ampak Romuni so zelo dobro vedeli, da so bile to napake. Ali jih je zadel Lucarini, ali so bili že moteni, ali pa so bile to neposredne ruske napake v smeri poti. Razlika pri zadnjem primeru je prav v tem. Da pa se je videlo, da je sledil terenu, naredil je pot, ki jo je moral narediti, torej ni bil že moten. Nekaj, kar je že moteno, gre po tangenti, najdeš ga na 100 kilometrov stran, ne sledi terenu, premika se po vnaprej določeni poti. Prav to je razlika. Obstaja vedno bolj načrtovano stopnjevanje. To je malo tako, kot ko so 3-4 mesece pred težavami v Baltiku našli nekaj ruskih dronov, ki so imeli poljske, litovske in tuje SIM kartice. In reče, zakaj uporabljajo drone s poljskimi, tujimi, litovskimi SIM karticami v Ukrajini. Bili so še v eksperimentalni fazi, da bi videli, ali lahko praktično uporabijo nasprotnikov telefonski sistem, nasprotnikovo omrežje, kar so počeli tako Ukrajinci kot Rusi med seboj. Hvala. Torej, recimo, če ta hibridni napad pustimo ob strani, za katerega v resnici ne vemo, kdo ga je izvedel, ampak prst je že uperjen, vemo proti komu, po logiki, ne zaradi predsodkov. Ker potem Ukrajinci, torej zakaj Ukrajinci ne bi naredili česa takega? Ker s tem tvegaš, da izgubiš podporo Danske. In to je ena od držav, ki najbolj podpira. V zadnjih letih sem bil pogosto v Kopenhavnu in tam je v vladnih stavbah, torej v parlamentu in zagotovo tudi v parlamentu, je še kakšna druga stavba, ki pa se natančno ne spomnim, ampak na eni strani je danska zastava, na drugi pa ukrajinska zastava. In tam ostane, ne zamenjajo je z zastavo kakšne druge države. To je močan znak podpore. Torej, nekaj takega bi bil avtogol, ki ne bi imel smisla, logično gledano. Ker nimaš ničesar več za pridobiti od države, ki te že podpira. Ampak ti to povem zato, ker pogosto niso vse ukrajinske akcije koordinirane strani države. Naprimer, napad na Iljušin 25, ki je bil v Belorusiji, se je izkazalo, da ga Zelenski sploh ni ukazal, pravzaprav jih je ustavil, da bi preprečil stopnjevanje. Zgodba o napadu na Severni tok je bila, da je bila to ekipa, ki jo je financiral Porošenko, drugi Zalužni in tako naprej. Se pravi, nima popolnega nadzora na tem, kar se dogaja, recimo. Naj dam primer. Ko sem imel prenos v živo o Guriju proti notranjim službam, proti vojaškim obveščevalnim službam v Ukrajini. Medtem ko Buda tega ne počne, je govoril s šefom ruskih služb. Ne spomnim se, ali je bilo to iz Abu Dabija ali v Katarju, karkoli je že bilo. Združeni arabski emirati izvedejo atentat na namestnika Rusa. Ne verjamem, da je bil to Buda ali Zelenski, mogoče nekdo drug z drugačnimi pogledi in tako naprej. Gre tudi za nekaj notranjih zadev, to je to. Ni vse samo Zelenski. Nima tako podrobnega nadzora nad tem, kaj počnejo številne, recimo, frakcije, če tako rečemo, ki so v Ukrajini. Ni razumel zadeve z Belorusijo. Nekega dne je ukrajinski dron praktično zadel ruski AWACS v Belorusiji. In pojavil se je video, potem se je izkazalo, da je bil Zelenski, ko je za to izvedel, proti temu. Zgodbo bomo izvedeli šele čez 10 let, če bomo imeli srečo. V vsakem primeru sem želel dodati ta diapozitiv, da bi dal recimo vizualni element temu, kar je.
Po eni strani ameriška pozornost iz Grenlandije, ki je nekako kapa prav nad ameriško celino, kjer bi v primeru znamenite jedrske vojne balistične rakete, karkoli bi bilo izstreljeno iz Rusije, šlo prav nad Grenlandijo in nad Islandijo. Poleg zgodnjih opozoril, torej opozorila, ki bi prišla tudi iz držav NATO, v tem primeru, o izstrelitvi iz tistih baz, ki so bolj v Evropski Rusiji. Kar pa zadeva azijsko Rusijo ali celo Kitajsko, mora imeti Amerika oči in ušesa usmerjene na to, kar se dogaja iz Aljaske, Kanade in tudi Grenlandije. Torej, to je ameriški strateški interes, ker morajo vedeti, kaj se dogaja, in zato morajo imeti na nek način nadzor nad Grenlandijo. In to je bilo vključeno tudi v zadnjem obveščevalnem poročilu, torej v poročilu Intelligence Outlook 2025 Kraljevine Danske, v katerem hkrati prvič Združenih držav ne obravnavajo več partner, zanesljiv zaveznik, ampak, rečem to pozitivno, nezanesljiv partner, pijan prijatelj. Torej, ne nasprotnik, vendar si Malo nadležen za novo leto. Tako je. Težava tega nadležnega strica za novo leto je bila, da ko je potem januarja rekel, da potrebuje Grenlandijo, jaz ne. Za novo leto mu ne bi zaupal 3-letnega otroka, medtem ko za trenutek nalivam penino. Tako je. Razen, če tisti otrok res ni. Comunque, kakorkoli, ves ta govor o Danski, na eni strani, z diplomatske strani, so ohranili miren in miroljuben jezik, po drugi strani pa so med volilnimi kampanjami februarja in marca to razkrili na nacionalni televiziji. Doktor, da so vseeno poslali na Grenlandijo eksploziv za sabotiranje pristajalnih stez, vreče krvi za ranjene in seveda specialne enote, ki bi morale te stvari uporabiti. Torej pacifisti v besedah, a v praksi je bila dejanska priprava v primeru resničnega napada Združenih držav, da bi si z močjo prilastile Grenlandijo. Na srečo se je ta stvar potem polegla in zdaj je skoraj kot neka soseska prepirka. Ampak januarja je bila Danska pripravljena fizično braniti Grenlandijo. Ne samo z besedami, ne samo z, Podvojili so svoje ljudi iz 12 na 24 na Grenlandiji. Prepričan sem, da bi to ustavilo Američane. Mimogrede, tudi druge države so zelo podprle Dansko, saj so vsaka poslala 4 vojake, nato pa jih po 2 dneh umaknile, kaj ne? Resnično, slovensko. Rekel sem, da je najbolj resna stvar, ki sem jo videl s strani Danske, dobesedno to, da je neki poslanec poslal traga k vragu. O številkah danskih sil ne vemo ničesar in morda ne bomo nikoli ničesar izvedeli. Kar zadeva zavezniško podporo, so vsaj pokazali, da so bili zraven, da o Grenlandiji ne vedo nič, tako da tudi jaz. Hoče reči meni, Italiji ali katerikoli drugi državi, čeprav mislim, da Italija sploh ni nikogar poslala, ampak tudi Švedska, Norveška nimajo pojma o geografiji, o podnebju Grenlandije. Ker tam nikoli niso bili, nimajo pojma. In od tu se zdi majhna, a prostranost Grenlandije je smrtonosna že sama po sebi, tudi zaradi temperatur. Torej, tisto, kar bi se potem lahko naredilo, pravzaprav ni bil neposreden spopad z ameriškimi silami, ki bi verjetno umrle bolj zaradi mraza kot zaradi krogel, ampak šlo je prav za sabotažo in oteževanje njihovega življenja. Dokler se kdo iz ameriškega kongresa morda ni zbudil ali se vrnil gor in rekel, čakaj, pogovorimo se o tem, ker ta zgodba ni ravno ameriška, ni ravno prijetna za naše oči, ki so že usmerjene naprej. Umreti za jedrsko orožje, ne? Nekako tako, kot so takrat govorili. Točno tako. Tista iz Gdanska. Torej, ta zgodba, kako naj rečem, je pokazala določene omejitve. Pokazala je, da
Skandinavske države v tem trenutku sploh ne zaupajo Združenim državam. Tako je. Tudi z vojaškega vidika, če danes v zadnjih intervjujih z vojaki Norvežani, torej tisti, ki so v NATO od začetka, ki so pravkar prišli, pravijo, vse življenje, če bi me vprašal, v primeru napada, bi prišli Američani, odgovoril bi ti, da, absolutno. Zdaj ti rečem, morda. Torej, vzdušje zdaj je takšno, moramo se znajti sami. Ne vem, če je bila to Trumpova strategija. Če, o bog, Trump vidi, da so mehkužci, bi se razjezil. Če vidi, da je odpor, morda reče, zdaj pa naj nekaj naredijo sami, kar je tisto, kar si potem želijo, ali pa vsaj Američani pravijo, da moramo več trošiti in tako naprej. Potem pa nikoli ni povsem jasno. Kar se tiče Grenlandije, je zgodba nekoliko drugačna, ker je del ameriške celine. Zato je v njihovi viziji del njihovega, recimo Amerika na prvem mestu. To so Grenlandci in Danci zelo ponotranili, čutijo, da jim hoče vzeti prav zalogaj z njihovega krožnika. In to ni govor v smislu, če se ne oborožiš, ti ne bom prišel pomagati. To je govor za celinsko Evropo. Za Grenlandijo pa je prav, ne, to je moje. Se pravi, ti nimaš nič s tem, ti si v Evropi, mi smo v Ameriki, Grenlandija je ameriška. To je miselnost, ki so jo tukaj ponotranili, prav narobe. Nismo, ne, ampak... Veš, kakšen je Trump? Prvič je videl zemljevid sveta, videli je, kaj je okoli Amerike, Kanada, moja, Grenlandija, moja, Kuba, Belindo, tam je tudi Venezuela. Mislim, dobesedno je pogledal prve stvari, ki jih je našel. Mislim, ko sem videl, da so začeli financirati separatistična gibanja v Kanadi. Tudi na Grenlandiji. Tako, ja, ampak na Grenlandiji je že teže, ne? To je zelo majhna skupnost, takoj odkrijejo financiranje in podobne stvari. In zdaj je ta stvar trajala? Pravzaprav ni trajala nič. Govorimo o tem, potem bomo naredili kratek premor, ker so nove stvari na naši aplikaciji, ali pa za tiste, ki v naši aplikaciji ne vedo nič, bodo to kmalu izvedeli. Rusko motenje in uporaba zračnega prostora zgoraj. To je zelo razpravljena tema. Namreč naredili smo več kratkih videov. Ne vem, če si videl tudi raziskave Fontane in tako naprej. To povem za uvod. Ni mogoče vseh poti dronov pojasniti z ruskim motenjem. Torej je tu tudi nekaj zvitosti Baltov, Ukrajincev, da letijo zelo blizu meje ali izkoriščajo mednarodna pravila. V smislu, če moji droni letijo znotraj Estonije, ruski operater S-300 ne more izstreliti raket v Estonijo, da bi se strelil. Tako se veliki igrajo s temi stvarmi. Isto so počeli Rusi, ni to neka novost, ki so si jo izmislili Ukrajinci. Napadi z drsečimi bombami ali ruskimi droni, ki so prišli celo do meje s Poljsko. Dejno, katero pot so ubrali? Poglejte si posnetke v živo. Katero pot so ubrali? Točno tisto ob meji med Belorusijo in Ukrajino. Torej, je nekaj dvoumnosti in trikov, recimo temu tako. Ampak dogaja se veliko. Absolutno. Torej, tiste, ki sem jih tukaj dal kot slike, so iz območij, ki so najbolj prizadeta. Seveda je eksklava Kaliningrad postala velik problem z vidika motenja, ker je zdaj na celotnem območju navigacija popolnoma onemogočena. Zato je zelo težko za vse civilne lete in tudi za navigacijo. Tako je, to pravzaprav žebelj sredi Poljske, vseh volilnih zgodb in Litve. To je pač zemljevid v finščini, ker sem ga vzel iz finskega članka. In vendar, recimo v zadnjem času, so ukrajinski droni padli v ta prostor. Recimo na finsko ozemlje. In uradna finska razlaga je, da je to zaradi motenja signalov. Tudi sami Finci o tem javno razpravljajo. Morda imaš ti, Mirko, kakšne vire, recimo malo bolj... Glede teh finskih nisem niti spremljal. Naprimer na X viri OSINT o tem skoraj ne govorijo. Vse je bilo osredotočeno na vprašanje litovske vlade,
droni v Litvi itd. Torej, problem recimo predvsem Finske je, da gre za državo z majhnim. Ampak oprosti, zdelo se mi je neizogibno, ker ko so napadli na primer ladjedelnice v Sankt Peterburgu, so šli ob tej obali, tukaj so naredili ta ovinek, tukaj ne, niso prišli neposredno. V nekaterih primerih so ubrali to pot, da bi zadeli naftni objekt, ampak tisti, ki so šli proti pristaniščem, so, glej ga zlomka, šli ob obalah Finske. Ampak nisem vedel, da je tam nekaj pristalo na kopnem. Ja, ne, to je nedavna zgodba, ampak so jo obravnavali kot letalček otrok od sosedov, so fantje, ni nič resnega, ker Finci, kar se tiče Ukrajine, se veste, torej nimajo nobenega, zavedajo se, da je vse, kar Ukrajina poskuša narediti, namenjeno oslabljenju Rusije in Finci so zadovoljni. To je tisto, o čemer se zdaj nekoliko bolj javno razpravlja na Finskem, saj po tem, kar sem bral. Ker tudi jaz finskega jezika ne govorim, finščina je torej je dodaten napor zame. Lahko berem, lahko razumem švedščino, danščino, norveščino, finščina pa spada v drugo jezikovno skupino. Tisto, kar pa odmeva, torej iz Finske, kar prihaja vse do tukaj, je to, da so ti ukrajinski droni strmoglavili. Ni jasno, ali so bili res že oboroženi. Od kod je bil vir tega motenja? Zakaj ni mogel biti Kaliningrad, zakaj ni mogel biti Sankt Peterburg? Predvideva se, da so to iste ladje, ruske ladje, torej fantomska flota, ruski tankerji na splošno, ki so bili opremljeni. Zdaj so opremljeni tudi z motilci, da povzročajo motnje v vseh območjih, kjer plujejo, saj ima Rusija interes motiti ta območja. Torej, bi lahko bilo po uradnih finskih virih, lahko gre tudi za motenje, ki izvira iz ruskih ladij, tankerjev. In to je tudi eden od razlogov, zakaj sem povezal to sliko zraven. To je sever Norveške in celotno rdeče območje je norveško ozemlje. Kirkenes ali Kirkenes, kot ga izgovarjajo ali poskušajo izgovoriti, kot ga izgovarjajo Norvežani. Torej, v notranjosti Norveške, kjer letijo letala in plujejo civilne ladje, so signali popolnoma moteni. Zato je treba uporabljati ladijsko ali letalsko opremo na krovu. Ker je GPS v teh območjih popolnoma nezanesljiv in je tako že nekaj let, zdaj pa je postal popolnoma nezanesljiv. Počakaj. Pogosto me kdo vprašal, kaj se je zgodilo z dronom na Hrvaškem, kaj je bilo leta 2022 na začetku vojne. Ne, izvedelo se je, tako je bilo. Ruski Tupolev stena 40, obstajajo slike, samo pogooglej, napiši Tupolev stena 40 Hrvaška in zdaj so vse slike, vse stvari tam. Model je znan znotraj z Antonijem. Kratek premor za posodobitev naše aplikacije, da vidimo, vam povemo nekaj novosti. Tudi kakšno ekskluzivo. Ne, Antonijo, ker je pred nekaj dnevi tudi v klepetu za poznavalce najprej prišla novica o naši aplikaciji, potem pa je postala tema razprave znotraj skupine. Ja, točno tako, za začetek, dober večer vsem, dober večer Antonijo. V resnici vam bom nocoj vzel le malo časa, samo da podam nekaj posodobitev glede poteka recimo aplikacije. No, najprej bi se rad zahvalil vsem, ker smo že v manj kot 2 tednih po lansiranju, recimo temu, presegli mejo. Tako, smo presegli 1000 prenosov, torej gremo hitro čez 1000. Reakcija skupnosti je bila res fantastična, zato bi se najprej rad zahvalil vsem, ki nas podpirate. Veliko ljudi daje povratne informacije na skoraj vseh kanalih. Prejeli smo tudi veliko življenjepisov za morebitne sodelovanje. Tako da smo res zelo, zelo veseli in seveda upamo, da bomo lahko tako nadaljevali. Na hitro bom razložil. Ker je morda kdo, ki sploh ne ve, o čem za vraga govorimo, zakaj gre. Ta aplikacija je v bistvu aplikacija, ki kategorizira že več kot 14.000 virov po analitičnih, pa tudi človeških merilih. V smislu, da je vedno prisoten človek v procesu, ki pregleda nekaj, kar je bilo narejeno
izkorišča pa tudi delo, ki ga je moja skupnost opravila na Telegramu skozi leta in leta preverjanja dejstev itd. Za urjenje umetne inteligence, ki je zelo osredotočena na vojaške, geopolitične novice in tako dalje, z vmesnikom, ki ti na primer omogoča, da izbereš vrsto novic, ki jih želiš. Samo letalske, samo iz NATO, samo ruske, samo o dronih in tako dalje, ki praktično že naredi izbor tudi virov. Pogosto vidim ljudi, ali pa sam, ko raziskujem tudi ročno, opazim, da je ista novica ponovljena 50krat. Nikoli ne veš, kdo je Republika Posta, ne? Počakaj, The Washington Post, ne? Za namene EAP Press. Naša aplikacija ti ponudi samo izvirnik. Ne da ti 50 različic iste stvari, kar je že velika prednost. Evo. Točno tako. Mi s to aplikacijo praktično sledimo in razvrščamo več kot pravi Mirko, 14,000 virov. Izdelek recimo tako je nastal, želimo poskušati dati kontekst z številnimi koristnimi informacijami, da bi olajšali branje novice. Ker je novica sama po sebi seveda običajno predstavljena v recimo temu nadzorovanem kontekstu. A težko ima celo vrsto drugih razvrstitvenih dejavnikov, ki resnično pomagajo uporabniku razumeti na globlji način. O čem govori? Mi to počnemo z našo aplikacijo, ki jo vidite tukaj na zaslonu. Na kratko, kaj počnemo? Pokažemo, od kod prihaja novica in imamo izvirne vire, ker gremo recimo tako slediti in zbirati informacije. Od kod izvira? Zato imamo ogromno virov, več kot 14,000 mednarodnih. Kakšna je vsebina? Torej, vir, ki jo objavi, torej izvirni vir, izdajatelj, ki prvotno objavi informacijo in naredimo še več. Saj imamo sistem za razvrščanje glede zanesljivosti vira. Torej, za vsak podatek o izdajatelju, ki ga spremljamo. Ena od naših umetnih inteligenc razvrsti zanesljivost izdajatelja, zato predlaga tudi oznako o zanesljivosti. In potem počnemo še druge stvari, kot je podajanje geopolitične perspektive. Tako lahko na prvi pogled vidiš, ali je desno usmerjen ali levo usmerjen. Ton, način izražanja, novice in druge informacije. Ne, počakaj, ne. Potem reče, ampak recimo ground, ne. Ground o tem lahko samo sanja, v smislu. Ground ti pove, ali je levo ali desno usmerjen, ali koliko je novica pristranska. Mi ti povemo tudi, da je zanimivo, ker morda Jerusalem Post napiše, da je umrl vodja Hezbolaha. Ja, ampak to objavlja Jerusalem Post. Če ne podaš konteksta, ali gre za levičarski izraelski časopis ali desničarski časopis. Če podaš novico o uboju tistega, ki ga oni smatrajo za nasprotnika, potem to neizogibno vidiš kot pozitivno novico. Ja, ampak odvisno od tega, kdo jo poda, so te stvari veliko globlje, recimo na neki drugi ravni. In potem ni pomembno samo, ali gre za desnico ali levico, kakšen je ton, kdo jo poda in zakaj, ampak tudi kakšno uredniško usmeritev ima ta časopis. Dal jim je 100 novic, koliko se jih je potem izkazalo za resnične, koliko jih je preveč aktualnih. To stopnja zanesljivosti povprečno, ki potem s časom, bolj kot razvrščaš, bolj se stvar povečuje. In kriterij, ni oseben, uporablja se za vse in je hkrati na enak način. Evo. Vzel sem prav najbolj zanesljivega. Dajem primer glede novic o tem, da je nekdo enega izbral naključno. 12 od 100 ima, kot vidiš, levo pristranskost, mislim, da se vsi strinjamo. Nizka zanesljivost. Ja, v resnici je veliko hujših stvari. Kar ne pomeni nujno, da gre za propagando, ne, Antonijo? Morda je celo sama novica napačna. Naprimer, Rusi so izstrelili hiperbarično bombo. Ja, res je. Bravo. V tem primeru gre dejansko za napačno informacijo, ne za dezinformacijo, ampak za vrsto informacije, ki je tehnično napačna in jo zaznamo. Ampak, na primer, ena kratka informacija o funkciji. Mi, kot vidite, razvrščamo z oceno na lestvici od 0 do 100, kjer je idealen vir na 0. Kot boste videli, je v resnici veliko virov, ki imajo ničlo 0. Viri, kjer naši algoritmi zaznajo propagando, so označeni.
in na to razvrščamo tudi stopnjo zanesljivosti in pristranskosti, kar je omenil Mirko. Ampak samo še en praktičen primer. Ja? Ampak tudi zato stu nekaj velike cemi časopisov ali spletnih strani. In potem imajo še veliko drugih spletnih strani, ki se ukvarjajo z razkrivanjem lažnih novic, torej oni objavijo novico, potem pa imaš 50 strani, ki ovržejo to novico. Tam. No, če ti 50-1 dokažejo, da nimaš prav, seveda zgubiš na vrednosti. Seveda, naprimer, poglejte, to je primer russianrt.com. Torej, na tem viru smo analizirali 294 člankov. Tukaj vidite tudi recimo obseg analize, ki je bila opravljena. Obstaja uskladitev, bila je uvrščena kot nizka žal, tako rekoč je bila zaznana propaganda. In v tem primeru je glede na algoritme tako rekoč tudi zelo visoka. Dejansko to vidite v rdečem, kar je 75%, torej je treba tudi lestvico tako rekoč interpretirati v tem smislu. Kako se imenuje aplikacija na iPhonu, ki jo iščejo? Torej, hvala ti za to, ker če lahko bi rad dal 3 do 4 kratke informacije prav o aplikaciji, ker so spraševali, je veliko povpraševanja glede tega. Torej, aplikacija se imenuje tako kot naša pobuda, Osservatorio Interni. Upam, da ste pozorni. Mi smo to naredili, smo jo recimo načrtovali v tej smeri, skupaj z Mirkom, skupaj z ekipo, skupaj z vsemi ostalimi. Gre za nadzorovano izdajo, zato trenutno ni na voljo za iPhone, prav tako ni na voljo za druge države razen Italije, ampak Italija. Ampak vam že vnaprej povem dobre novice, v smislu, da je danes na voljo za Android in za Italijo. To povem zato, ker je veliko Italijanov, ki živijo v tujini, ki so nam pisali in rekli, kako da je ne morem prenesti. Iz Japonske, iz Kanade. Iz Nemčije, ja. Pravzaprav je neverjetno, ker ima Mirko sledilce v vsakem kotičku sveta. Dobesedno. Pisalo nam je ogromno ljudi, njegovi sledilci so povsod. Vendar pa, žal, recimo tako, ampak to je namerno, trenutno je ne morejo prenesti. Veliko jih nam je reklo, da so poskusili za VPN, pa jim tudi s tem ni uspelo, ker je seveda filter po državah precej recimo močan, zato je ne morejo prenesti. Vendar počasi bo nadzorovano izdana tudi v drugih državah in vas bomo o tem obvestili. Recimo tako, postopoma, ko bomo napredovali, tako na naših straneh, kot tudi tukaj, ko bomo v živo, bomo obveščali o naslednjih državah, kjer bo aplikacija na voljo. Seveda to počnemo na nadzorovan način, ker razumete, da imamo morda recimo 100 francoskih uporabnikov, Italijanov, ki so v Franciji in bi želeli aplikacijo, vendar pa, ko jo omogočimo v Franciji, moramo imeti sisteme, ki lahko prenesejo recimo veliko tisoč, 100 tisoče potencialnih francoskih uporabnikov. Tako da je seveda izdaja nadzorovana tudi iz tega razloga. Če smem, še ena pomembna stvar, ki so jo mnogi spraševali, je vprašanje prevodov. Ker smo mi v bistvu, kaj smo naredili? Imamo aplikacijo, ko jo prenesete, so novice v maternem jeziku, v katerem so objavljene. Pravzaprav vidite tukaj, ne? So zastavice in potem so novice v različnih jezikih sveta. Ničesar ni mogoče razumeti, ampak to je bilo namenoma narejeno. Recimo tako. Se pravi, s tem smo želeli pokazati, da imamo izvirne vire. Vendar pa je dovolj, da greste v nastavitve. Tukaj je jezik novic, prevaja članke. Tukaj, kot vidite, je italijanščina. Mimogrede, tukaj so tudi glavni jeziki, ker bomo kmalu imeli izdaje v teh državah. Če pa jih kdo želi videti v italijanščini, naslove in predoglede izbere tukaj italijanščino. Ko se vrne na glavni vir, vidite, že imate vse v italijanščini. Glede tega ima pravijo, dodajte legendo s funkcijami. Pravzaprav bi morali narediti serijo vadnic ali razlag, ker obstajajo nekatere podfunkcije, ki jih sam najdem zelo uporabne za tiste, ki delajo analize. Če želim recimo vse novice, naprimer, kot je prej rekel, ampak dron je na Hrvaškem, kaj ne? Kje je končal? Greš, napišeš, kaj je bilo, Antonov 140, kaj ne? In poiščeš samo novice, ki so govorile o tem. Ali pa samo novice, ki so o korejskih vojakih in tako naprej. In lahko si ogledaš vso zgodovino. Kaj se je zgodilo nedavno? Dron Sankt Peterburg. Želi samo novice, ki govorijo o dronu v Sankt Peterburgu. In morda si potem lahko izberem ne samo vrsto novic, kot vidite, kopenske, zračne, pomorske, kibernetske, droni in tako naprej, ampak tudi samo državo, ki o tem poroča. Želi samo ruske novice, ki govorijo o dronu. Želi samo novice
NATO. Lahko si ustvariš filtre, NATO plus države, lahko si ustvariš filtre, da sam izbereš, kaj želiš gledati. To je nekaj drugačnega, skratka, od tega, kar počnejo vsi. Je skoraj bolj iskalno orodje, poleg tega, da je nekaj za razvrščanje novic. Točno tako, ker želimo tukaj ponuditi recimo vedno bolj zmogljive, strukturirane iskalne sisteme. Trenutno, kot vidite, gre za iskalni sistem, ki temelji na oznakah. Torej, iskal sem Sankt Peterburg. On mi pokaže v izbranem časovnem okviru, v tem primeru je to 24 ur, na to lahko izberete 7 dni ali zgodovino, in mi pokaže, da imamo iz različnih držav ta poročila. Na to jih lahko filtrirate z oznakami. Torej, naprimer, če kliknem na desnica, tukaj vidim poročila držav, vendar napisana samo iz virov, recimo temu, povezanih z desnico. Namesto tega, če vpišem naval, imam recimo filter na novici, ki pa je recimo temu pravzaprav filtrirana glede na recimo temu oznake, kot je na primer pomorska. Torej, to je sistem, ki ga uporabljamo. Mi uporabljamo oznake. Oznake so nekako vodilo celotne aplikacije, zato jih uporabljamo tudi za iskanje. Vabimo vas, kot vedno prava, z Mirkom, v resnici smo aplikacije izdali, ker je bil že čas, vendar je to še vedno beta verzija. Ta mesec smo v nadzorovani beta fazi za Italijo, predvsem zato, da popravimo morebitne napake, pripravimo navodila, skratka vse, kar je potrebno. Morate biti potrpežljivi, ker smo majhna ekipa, opravljamo ogromno dela in seveda delamo, kot bi rekli, delamo kar lahko. Vendar je vaše povratne informacije zelo pomembno, ker če na primer manjka kakšna funkcija, ki vas zanima, če vidite, da nekaj ni v redu, nam pišite, to sporočite to v Mirkovem klepetu, sporočite na... Pojdi takoj na povezavo in spremljaj prenose v živo. Ker občasno vas obveščamo, bomo obveščali o tem, kaj počnemo, tudi o izidu v drugih državah in tako naprej. Potem, kot ponavadi, delamo tudi na Housing at Home, kar je način, da nam pomagate s programom, ki nam pomaga razvrščati vire. In to je delo, ki ga bomo nadaljevali in zagotovo bodo oznake postajale vedno bolj tehnične. Ne samo v smislu dronov, ampak tudi kakšna vrsta drona, novica o raketah, kakšna vrsta raket, morda so novice o balističnih ali križarskih raketah, IRBM ali kaj podobnega. Torej, hvala Antonijo za posodobitev in slišimo se med tednom, ko bo kaj novega. Luis Buka, kot ste slišali, imate tukaj 2 Antonija za ceno enega. Kaj bi še radi? Hvala vsem, Mirko, hvala vsem. Če lahko povem še zadnjo stvar, ker je to vprašalo res veliko ljudi, nisem uspel povedati prej. Različica za iOS je pripravljena 90%, torej za Apple svet, zato računamo, da jo bomo izdali v nekaj tednih. Potem je tu še Apple Review Team, ki si bo vzel nekaj dni, ampak potem bi moral biti pripravljen, tako da bomo kmalu dočekali tudi ta dan. Odlično, se vidimo kasneje. Hvala, adijo. Hvala, Antonijo. Hvala pa neskončna hvala. Torej, najprej se opravičujem sledilcem, ker, kot je rekel Mirko, imam spomin kot zlata ribica. Praktično, ko se obrnem, že pozabim, odkot prihajam. Tako da ne spremljam v živo vprašanj, ki jih postavljate. Izkoristil sem priložnost, ko sem videl, da... Si delal zapiske? Delal sem zapiske, točno tako, zapisal sem si nekaj vprašanj. Če pa jih je še več, Mirko, jih lahko ti filtriraš, jaz pa sem si jih zapisal po starem na list papirja. Torej, podpora Ukrajini je, kako naj rečem, iz več razlogov. Imajo vse nordijske države dobre razloge, da še naprej podpirajo Ukrajino. Kljub dronom, kljub vsemu. Primer korupcije zlasti mislim, da mu je ime Jermak, drugi po vrsti za Zelenskim, kljub vsemu, kar bi lahko bili vsi ti čeji in ampaki, ker je vsaki nordijski državi iz svojih razlogov mar za Ukrajino. Tudi samo zato, da jih naslednji dan ne bi motili. Kaj jih potem briga za korupcijo v Ukrajini? Rusi so jim pred vrati. Če Ukrajina pade, so oni naslednji. Vsaj glede na bližino, tisti ne bi imeli več težav na eni strani in bi jih premaknili na drugo. A ni tako? Točno tako. Zgodovina nas to uči. Finska je res takšna. Mirko sem poslal članek, tik preden smo začeli prenos.
o enem vojaku oziroma o enem prostovoljcu. Torej, Finec, ki je izgubil stopalo v Ukrajini in se potem vrnil na Finsko. Tako je pripovedoval svojo zgodbo in tudi težave, zaradi katerih je bilo težko, težave pri evakuaciji in tudi pri vrnitvi domov. Za frontno črto, torej, da bi lahko recimo dobil oskrbo za stopalo, ki mu je potem tisto malo, kar je ostalo bogemu, so morali odrezati. Ampak Finci imajo tudi zgodovinsko, seveda, protiruski odnos. Spomnim se, ko sem se prvič ukvarjal z zadevami iz Donbasa, sem gledal nekaj dokumentarcev in intervjujev in uspelo mi je stopiti v stik s finskim ostrostrelcem oziroma Švedom, ki je bil praktično inštruktor v Ukrajini, na katerega so separatisti razpisali nagrado. Takrat, ko je bila ta zgodba še majhna, sem ga našel na Facebooku, mislim, in govoril sem z njim na Facebooku, razumeš? Danes je seveda izbrisal profil, se umaknil iz vseh stvari, ampak takrat, ker je bila stvar zelo majhna in se o njej ni veliko govorilo, si lahko določene osebe dejansko kontaktiral preko Facebooka ali družbenih omrežij. In presenetilo me je, kaj za vraga je ta Finec počel z drugimi Švedi in tako naprej, ko so se borili proti Rusom. Torej, je bilo očitno, da se nekaj pripravlja, ali pa so že razumeli, da bo ta zgodba izbruhnila. Recimo opomba o Finski, medtem ko oni tega nimajo. Videli bomo tudi kasneje nekaj diapozitivov o naborništvu, torej o tem, kakšne so številke. Prav surove, o Norveški, o Finski. Oni so gradili protijedrske bunkerje v 90-ih letih. In v 90-ih letih, ki je bilo najbolj mirno obdobje za regijo, vsega je bilo konec, ne? Vsega je bilo konec, teoretično. Mislim, in to je bilo, kako naj rečem, to sploh ni bil regionalni vzorec, da bi gradili bunkerje. In še naprej so vzdrževali to vojsko pripravljeno za obrambo države pred tisto, kar je bila Sovjetska zveza in kasneje postala Rusija. Ker če si pogledal skozi sosednje okno, Švedska, ukinili so naborništvo, zmanjšali sredstva, vsi domov, vsi srečni, vlagamo v zasebni sektor. Oba sta po svoje ravnala prav, ker je zdaj Finska pripravljena na Rusijo pred svojimi vrati. Ampak, na primer, švedsko gospodarstvo je zdaj veliko bolj stabilno. Ker je civilno gospodarstvo, torej industrijski del, vse, kar so prihranili s tem, da jim ni bilo treba financirati vojaškega sektorja, šlo v prid BDP-ju države. In zdaj imajo določene težave, o katerih bomo govorili kasneje, ampak tudi njihova, recimo, geografska lega je manj pomembna v primerjavi s Finsko, zato menijo, da imajo več časa, da lahko stvari uredijo. Vsekakor, ja, to je bilo eno izmed vprašanj in ni nobenih razlogov. Tako, zdaj je tudi vlada na Danskem, vlada Frederiksenove, bila praktično v celoti potrjena. To je znak, da vse, kar je doslej storila za podporo Ukrajini, ni bilo kaznovano, ni bila kaznovana. Frederiksenova in njena stranka, ter torej njena koalicija strani Dancev, ker so še naprej glasovali, dobro ali slabo, v istem okviru. Če smo seveda na Danskem, moraš narediti koalicijo z nešteto strankami, to je normalno, vendar obstaja kontinuiteta glede na preteklost. Drugo vprašanje je bilo To ni vprašanje, ampak to želim povedati jaz, ker to nenehno slišimo tudi v mednarodnih časopisih, ki imajo morda dobro raven. Tudi na aplikaciji, Mirko, vstop Norveške v Evropsko unijo. Ne. Bo vstop Norveške v Evropsko unijo prišel takrat, ko bo zmanjkalo nafte, ko bo zmanjkalo plina, ko bodo pošle vse naravne dobrine te države in takrat bodo rekli, v redu, zdaj, ko nimamo več naravnih virov, lahko vstopimo v Evropsko unijo, ker smo država, mimogrede, kot vsaka druga. Ampak, če smo v Evropski uniji, to pomeni, da moramo dati naše naravne vire na trg, kar pomeni, da
namesto da bi koristili norveškemu prebivalstvu, jih damo na trg. Ker lahko Shell ali kakšno drugo multinacionalno podjetje s tem služi in nam potem da drobiž, to se nikoli ne bo zgodilo. Torej vsakič, ko preberete članek, v katerem piše, ali Norveška razmišlja o vstopu v Evropsko unijo, ne, imeli so 2 referenduma in na obeh so glasovali proti vstopu. Zadnje statistike pravijo, kako se jim reče, Ne statistike, ampak norveške statistike, 30% jih želi vstopiti v Evropo. torej smo vseeno pri da. Da, malo. Gremo naprej s prosojnicami, ker tukaj ni dovolj časa, da bi odgovorili na vsa vprašanja. Ne vem, koliko tretjih si označil kot Superforge. Jan Mayen, lepo vprašanje, ker Jan Mayen zgleda kot ta lepi otok narejen prav sredi oceana, da bi si tam postavili postajo. Je tako zapuščena in nenaseljena, da niti norveška vojska ne najde nikogar, ki bi ga tja poslala za 6 mesecev na leto. Tistih 6 dobrih mesecev, torej poleti. Nihče noče iti tja, to ni kraj, tam ni ničesar, ni niti bara, ničesar. Torej, Norvežanov ne morejo prepričati, da bi šli tja. Na ta mesta. Hitro grem čez prejšnji diapozitiv, da ga zaključim in da res ničesar ne izpustim iz govora. Zanimivo. Kitajsko vohunjenje na vesoljskem pristanišču Andoja, ki je vesoljsko pristanišče, kjer jim po mojih podatkih do zdaj še ni uspelo izstreliti niti ene rakete, morda jim je ena uspela. In že imajo tam kitajsko vohunjenje celotno. Opremo za sprejemanje signalov in bog ve še zakaj vse, kdo ve, kaj počnejo. V vsakem primeru so zasegli kontejner z 22 kg opreme v pristanišču v Oslu, ki je bil namenjen prav za prisluškovanje, za vohunjenje. No, pač nekdo se pripravi vnaprej, če slučajno postanejo SpaceX. Jaz medtem samo opazujem. Pravzaprav, za tiste, ki ne vedo, kje je otok Jan-Mayen, je to tista stvar tam zgoraj nad Islandijo, blizu ničesar, popolna praznina. Če želiš iti tja na počitnice, sem slišal, da imaš tam ves prostor, ki si ga zaželiš. Verjamem. Torej, imamo kitajsko vohunjenje v Andoji, v operativnem centru NATO je tudi KAOC, kombinirani center za zračne operacije, ki bi bil torej letališče recimo za upravljanje NATO-vih zračnih operacij v regiji, torej tudi tam kitajsko vohunjenje. In na drugi strani imamo ta pojav, ki si ga morda ti, Mirko, že nekoliko opazil, CAS kriminal kot storitev, kjer praktično, predvsem tukaj v skandinavskih državah, vendar se širi in verjetno bo prišel tudi v Nemčijo, če že ni tam. Tukaj lahko najameš nekoga. Na Facebooku ali družbenih omrežjih najdeš nekega nesrečnika, mu ponudiš denar, da nekaj naredi in on sploh ne ve, kdo je naročnik. Torej so to skoraj kot stvari za enkratno uporabo, kaj ne? Točno tako. Ni nobene povezave. Nekdo te kontaktira na Telegramu, recimo Boris 728, glej, pošljem ti $1000 v kriptovalutah. Tukaj, če napišeš, recimo, Zelenski je ukradel, ne vem, na neki stavbi ali nekaj takega, in potem, ko ga ujameš, ti reče, ne vem, to je bil nekdo na Telegramu. Problem je, da so potem plačani v kriptovalutah. Ciljna skupina so mladi, ker v mnogih nordijskih državah, če si mlajši od 15 let, ne greš v zapor. Tako so mladi zvabljeni, ne samo prek platform, kot je Telegram, ampak tudi prek družbenih omrežij spletnih iger. In ne rečejo jim samo, naj poškropijo sprejem. Enkrat je mladostnik v središču Osla vrgel celo granato. To je eden od dogodkov, ki je bil zagotovo povezan s tovrstno kriminalno mrežo, ki se, če se ne motim, imenuje Foxtrot. In to je bilo potrjeno, vendar tudi na geopolitični ravni še ni bilo razkrito. Policija še ni razkrila, ali je terorist, ki je vrgel ročno bombo ali nastavil eksploziv pred ameriškim veleposlaništvom v Oslu. Med marcem in aprilom, torej med vojno z Iranom,
Ni jasno, ali je bil tudi on najet prek tega sistema, ali pa je bil povezan z neko določeno mednarodno mrežo. Torej, to je pojav, ki ga moramo nadzorovati. Potem pa, FSB, ki poskuša tukaj novačiti Ukrajince, jih izsiljuje po starem modelu. Tvoji sorodniki so na okupiranih območjih, ti pa si na Norveškem, Švedskem, Finskem. Potrebujemo, da greš opraviti recimo opazovanja, nam pridobiš informacije ali opraviš kakšna dela za nas. Drugače, tvoja družina ni več varna na okupiranih območjih Ruske federacije. Zdaj, del, ki je prišel na dan, recimo uradno v zadnjih dneh, je, da je Patria 6X6 izbrala tudi Norveška, ampak to smo vedeli že 6-7 mesecev, zahvaljujoč tem fotografijam. Patria 6X6 je bil izbran strani Norveške kot oklepno vozilo za prevoz APC, torej oklepni transporter. To tukaj ni, je vozilo, ki v primerjavi s tistimi, ki jih vidimo na velikih razstavah, na velikih forumih orožarske ali obrambne industrije, nima ničesar izjemno tehnološkega. To je SISU, ki je bil v bistvu posodobljen in je bil proizveden v količinah, ki so za nas iz časa hladne vojne. Naročen je bil leta 2018, proizvodnja pa poteka ne samo na Finskem. Patria je finsko podjetje s solastništvom Kongsberga, ki je drugo podjetje iz obrambne industrije, vendar norveško. Prevzele so ga Latvija, Litva, Estonija, Anglija o tem razmišlja, Nemčija ga želi in vsi ostali nordijski ga želijo. In v nekaterih primerih ga proizvajajo tudi doma, včasih po licenci. To je nekakšen delovni konj, začasna rešitev prav za zapolnitev vrst. Ker se je izkazalo, da tudi in predvsem za prevoz helikopterjev očitno niso več zanesljivi, pešak na fronti je ranljiv, zato potrebuje zaščito. Če imaš veliko takih vozil, torej ne predstavljaj si, da jih imaš 10, to si predstavljam, da je strategija v ozadju. Če imaš 10 sedežev, daš noter 8 ljudi in jih pošleš na stotine. Tudi če jih blokirajo, uničijo 2, 3, 4 vozila, lahko drugi pehotniki vstopijo v preostala vozila. In tako se gre naprej, ker ni pomanjkanja tega vozila, ki je bilo dano v serijsko proizvodnjo. Kupola namreč ni avtomatska, moraš se povzpeti na njo, moraš se namestiti, kot so to počeli. Ampak bolj kot to je zanimivo, ker je modularen, torej lahko namestiš protiletalsko kupolo, top, se ga lahko prilagodiš za več vlog. Lahko je tudi avtomatiziran, torej brez potrebe po človeški posadki, ga je mogoče upravljati kot dron. In zdaj gremo k zelo toskanskemu trenutku. Najprej se malo pošalimo. Kot da bi bil sam. Torej, med vsemi napovedmi, ki jih dajo o podpori Ukrajini, je vedno nekaj, kar povedo kaj več, nekaj pa zamolčijo. Torej, poglejmo primer norveških F-16. Na začetku so jih imeli 72, seveda niso bili vsi več uporabni, mnogi so bili razstavljeni za dele in tukaj se je začela igra cenzure. Povem ti in ne povem ti, kam so ti letala izginila. Vedno se govori o teh 6 letalih v slabem stanju, teh 6 letalih, ki jih je Norveška zapakirala in poslala v Belgijo in ki niso nič drugega kot trup, saj je vse ostalo že bilo oduzeto za druge letale. Letala, ki so jih poslali, F-16, ki so jih poslali, 32 enot prodanih Romuniji leta 2022, bi jih lahko poslali v Ukrajino, da. Vendar so takrat dali prednost drugi državi, NATO, ki je morala okrepiti svojo zračno obrambo. Potem so bili tukaj teh 12, ki so bili zelo zanimivi. Saj so jih sprva prodali podjetju Draken International, ameriškemu zasebnemu vojaškemu podjetju, ki jih je uporabljalo kot nasprotnikova letala za urjenje ameriških pilotov. Ni znano, kaj se je zgodilo s to pogodbo, ve se le, da je bila preklicana in teh 12 F-16 nihče ne ve, kje so. Ampak, glej ga zlomka. Moja izkušnja je, da ko je Poljska rekla, da bo dala MiG-29 Ukrajini čez 3 mesece in tako naprej,
so jih v resnici že naložili in poslali čez mejo v Ukrajino. Torej, medtem ko so Poljaki to napovedovali, so jih Ukrajinci že prebarvali, da bi jih lahko začeli uporabljati. Teh 12 F-16, ki naj bi jih poslali v Ameriko, je že v Ukrajini. Zakaj? Ker vsakič, ko se opravi intervju z politiki ali vojaki, ki bi se morali ukvarjati z tem prenosom, z temi 6, ki so bili že pripravljeni za pošiljanje. Torej tisti stari F-16, ki so jih poslali v Belgijo, ker zdaj je veliko kritik, ker še niso prispeli, ker so še vedno v Belgiji. In predvsem norveški politiki pravijo, ne, ampak tisti, ki smo jih poslali, delujejo. In norveški novinarji sprašujejo, zakaj ste jim poslali F-16, ker potem veste, torej čista zavajanja. Najprej zavajanje, potem so jih Ukrajinci poslali. Torej ne vemo, da je 12 norveških F-16 v Ukrajini. Potem problem, recimo polovično zavajanje. Danci so jih imeli 77, 19 so jih podarili Ukrajini, 24 so jih prodali Argentini, da bi financirali podporo Ukrajini. To je res pravo zavajanje. Ker leta 2024, če mi prodaš 24 letal Argentini, potem pa rečeš, da bi financirali Ukrajino, zakaj si jih potem prodal Argentini? Prodaj jih neposredno Ukrajini. Torej, tole so malo slabo izpeljali, no. Gremo naprej. Torej, Gripen za Kanado. Namesto, da bi dal sliko Gripena, sem si mislil, dajmo tisto, kar se zdaj na YouTubeu prikazuje velikim ljubiteljem letalstva, kot je dragi Lanzara. Ker ta novica, ki še ni potrjena, da bo Kanada izbrala Gripen, je popolnoma obnorela pakistanske clickbaiterje, ki so začeli preplavljati YouTube z videi, v katerih je Gripen že v Kanadi. In je prva izbira Trudeauja, ki sploh ni več predsednik vlade. Vsekakor ima Gripen veliko smisla za kanadsko zemlje, za tisto območje tam. Nekateri kupujejo, nekateri kupujejo lovce za obrambo, drugi za letalski turizem, kot je bila izjava Kavaljera o tem. Torej, vedno je odvisno, obstaja veliko dejavnikov. Vseeno, grem hitro čez to, Ukrajina bo kupila 20 letal Gripen EF od Švedske. Ko bo nakup zaključen, bo Švedska Ukrajini podarila še 16 letal Gripen različice CD. Torej, kdaj pridejo ti Gripeni? Prvi bo prišel januarja. Ampak katere vrste? Ampak katerega leta jih imenujejo? Torej, glede na to, kar smo mi našli, tudi na specializiranih spletnih straneh, je bilo ravno obratno. Torej, najprej so jim dali nekaj CD-jev. Kje jih dobijo? Da jih že imajo. In imajo jih v uporabi, ne pa v rezervi. Tudi to je še za videti. Ker vem, da niso imeli veliko rezerv, zdi se, da jim želijo poslati 16 iz bloka C, bloka D, ostale pa še proizvesti. Verjetno bodo prve dostave leta 2030. O tem je bilo govora. Jaz sem poiskal to novico, torej osnovno, ki je išla na SVT. Ko bo nakup zaključen, bo Švedska Ukrajini podarila tudi 16 letal JAS-39 Gripen CD. Kaj pomeni zaključen nakup? Plačano prenaročilo. Ampak potem, koliko ti jih dam od teh 16 naenkrat? In če ti jih dam, na čem bodo potem moji piloti leteli? Moram preveriti, koliko jih imajo v uporabi. Mislim, da Lanzaro, ne spomnim se, ampak če se ne motim, jih ni bilo več kot 50 ali 60 v... Manj kot 100. Običajno jih imajo v uporabi med 96 in 99. Nikoli več kot 100 število, ker švedski piloti, čeprav so Švedi, ne delajo lamitoze. Če jih moraš vseeno uriti in tako naprej, potrebuješ čas, zato jih imajo na voljo okoli 100. Od teh približno 100, ki jih imajo na voljo za letalstvo, je približno 10 Gripen E zadnje različice. Letna proizvodnja je 15 letal Gripen E na leto. Da bi torej zadovoljili celotno ukrajinsko povpraševanje, ki znaša 150 letal, bi pri tem tempu potrebovali 10 let. Poleg naročil drugih. Poleg naročil drugih
In poleg tega, od teh 150, ki jih proizvedem v 10 letih, jih obdržim jaz, Švedska, ali jih dam tebi, Ukrajina. Obstaja ideja, kot so rekli oni, da bi naredili tovarno ampak v najboljšem primeru tovarna najprej potrebuje čas, da začne proizvajati in tako naprej. Vojna se konča, zato pa je potrebnih 5-6 let. Torej, ni tako, da bi se ti povečalo, moralo bi se neposredno povečati, mimo grede. No. Knjigi Stevena, ti si naredil video o tem, jaz pa niti. Za včeraj sem igral na kratko, zgolj zaradi dolžnosti do poročanja in rekel, poglejte, ne govorite o Wunderwaffen, čudež prihaja. Tako kot z Abramsi, Leopardami, F-16 in tako naprej. Ker v najboljšem primeru jim bodo dali kakšnih 15 letal, starejših modelov, zdaj Pravzaprav, ko je novica prišla ven, o tem se je že dolgo govorilo, niti ti je nisem poslal, kot pogosto naredim, ker sem si rekel, saj ni pomembno. Ampak kot pravi on, kot pravi Winter, je to čudovit primer napovedne bolezni, ki jih je zadela v hipokampus. Veliko je napovedi in tako naprej. Torej, tudi tukaj, kaj za vraga superkaco? Torej, do naslednjič, oprostite, nisem imel časa, da bi ga pobarval, grobost tega modela ni v merilu, prav? Torej, zadnjič so mi postavili vprašanje, ki se je zdelo preprosto, pa ni bilo. Naborništvo, vojaška služba, ja, ženske, ne ženske. V redu, zdaj smo naredili nekakšno shemo, ki je tako lepa, kot napačna. Torej, edina nordijska država, ki še vedno nima obveznega vojaškega roka za ženske, je Finska. Torej, vse ostale so se že prilagodile. Švedska leta 2018, Norveška leta 2015 in Danska prav nedavno leta 2026. Tako da zdaj moški ali ženska pri 18 letih moraš opraviti vojaški rok, seveda. Koliko jih je izbranih, pravzaprav bomo to videli na naslednjem diapozitivu. Povprečna starost pa. To je potem tudi zanimivo. Postaneš zavezan vojaški službi, zato te lahko pokličejo na vojaško službo, če si jo že opravil kot mlad, vse do 65 leta starosti na Finskem. Torej, te lahko pokličejo nazaj vso življenje. Danska, Norveška in Švedska, starostna meja je okoli 47, 48, 50 let. Ampak za častnike, torej vse tiste, ki so poklicni in jih ne morejo nadomestiti mlajši, ker je veliko pomanjkanje mladih, ki vstopajo v recimo vojsko in potem tam tudi ostanejo. Švedska, na primer, razmišlja o tem, da bi lahko vpoklicala častnike celo do 70 leta, torej še več kot Norveška. Torej, častniki so v redu. Če pogledaš povprečno starost generalov med drugo svetovno vojno, so bili skoraj vsi okoli 70 let, približno. Naprimer Rundstedt in tako naprej. Jaz si predstavljam, da niso bili ravno pobudniki. Ne moreš poslati kapetana k 70-letnikom. Ampak problem je, da je pravzaprav razkorak med generacijami, ki so seveda neizkušene, in potem častniki, ki so vedno starejši, prav zato, ker ni nikogar mlajšega, ki bi jih zamenjal, ker pač vojaška kariera ni privlačna niti na Danskem, niti na Norveškem, niti na Švedskem, ker zasebni sektor ponuja veliko več možnosti, je bolj dinamičen, več denarja in tako naprej in tako naprej. Torej, rešitev, ki jo zdaj iščejo, je, da jih obdržijo do 70. leta, če je potrebno, vendar to seveda ni dolgoročna rešitev. Treba je ponovno narediti vojaško kariero privlačno na trgu dela v teh državah, Danska, Norveška, Švedska. No, ta pa je nekoliko manj, kako naj rečem, kičasta kot grafika. Torej, vsako leto, koliko fantov mora vsako leto na služenje vojaškega roka od celotne generacije? Na Finskem je 22,000 mladih moških, ki predstavljajo 76% generacije. Torej, od finskih 18-letnikov jih 76% na takšen ali drugačen način opravi vojaški rok. Kar bi potem lahko... To stvar je treba gledati skozi leta. Ker saj oni izvajajo vaje. To pomeni, da si ti kot prebivalec in državljan skozi življenje nabral ogromen nabor ljudi, ki imajo vsaj osnovno usposabljanje in ga vsako leto obnavljajo. In nasprotnik, če te želi napasti,
Ni tako kot pri tistih Ukrajincih, ki imajo 30-letnike, ki so morda odšli po padcu Sovjetske zveze in sploh ni bilo vojaškega roka, pa niso šli. Tam vsi znajo prijeti puško v roke. Finci streljajo tudi dobro, to je problem. Tako je, zdaj se razpravlja tudi o uvedbi naborništva, tudi enakopravnega naborništva, torej tudi ženskega naborništva, ker se je na koncu ugotavlja, da ne glede na to, ali si moški ali ženska, in tudi ne glede na fizično prisotnost, motivacija je tista, ki naredi veliko razliko v številu nabornikov, recimo v številu mladih pri naboru, ki uspešno zaključijo program. Ker so te podatki, še posebej tisti, ki jih vidimo na Švedskem, zelo nizki, mladih je le 9% iz celotne skupine. Težava je v tem, da bolj ko se približujemo 10, 11, 12, 14 iz skupine, bolj se zmanjšuje tudi odstotek tistih, ki uspejo zaključiti leto služenja vojaškega roka. Ker mnogi, skratka, obstaja delež, ki se povečuje od tistih, ki so prisiljeni opravljati to vojaško službo, pa morajo zaradi psiholoških ali fizičnih razlogov na to odnehati. Predno zaključijo proces, predno zaključijo leto. To je problem, ki ga je treba tudi obravnavati, še posebej na Švedskem, kjer je tudi kulturni problem, saj je bila vojaška obveznost popolnoma ukinjena in nato ponovno uvedena, zato se je kultura tega povsem odvadila. Poleg tega gre za državo z militaristično kulturo in podobno. To bi si morali zapomniti, je poročal. Nažalost si jih zapomnijo, ne spomnijo pa se, koliko jih je to stalo, v smislu. Tako psiholoških kot fizičnih posledic. Torej, razvilo se je pravo mirovništvo, hkrati pa tudi kultura, ki ni več takšna kot v Italiji. Skratka, ni več kulture služenja vojaškega roka, ker ti to ničesar ne prinese. Če na Norveškem rečeš, odslužil sem vojaški rok, naredil sem še nekaj dodatnih mesecev, ker sem opravil posebno specializacijo. To je plus v življenjepisu, velja za dobro izkušnjo, ker je nekaj, kjer se preizkusiš. Tako nekako. Na Švedskem je to izguba časa, ker jaz nočem biti tukaj in delati streljati s puško. Jaz hočem iti na univerzo, hočem iti delati, hočem zaslužiti denar, si ustvariti dom in živeti dobro. Torej, je na Švedskem vojaški rok še vedno viden kot izguba časa. Torej, zadnje vprašanje. Katero nordijsko državo predstavlja gospod Craig Bond? Gorski Bond, pisarniški Bond, seksi Bond in vagabond. To je vaš odgovor, gospodje. Medtem pa, kdo je nocojšnji sponzor? Bravo, medtem ko ljudje razmišljajo o Gorskem Bondu, pisarnem Bondu, seksi Bondu in vagabond, ki je po mojem mnenju res pravi vagabond, naredite odličen strip. Za tiste, ki spremljate tudi te stvari, vi razmišljate o tem, jaz pa vam bom medtem predstavil nocojšnjega sponzorja, ki je seveda NordVPN. Zato izboljšajte svojo zaščito z varnostno aplikacijo. Vse v enem. Po drugi strani pa, če izkoristite svojo ponudbo, imate tudi 60% popusta. Trenutno je NordVPN najbolj napredna VPN zaradi protivirusnega programa nove generacije. Praktično združuje dve orodji v eno. Torej imate edinstveno orodje za zaščito vsega, zelo intuitivno, vse v eni aplikaciji z eno naročnino. Popoln spremljevalec za brskanje. Spomnim vas tudi, da je proti prevaram, proti phishingu, blokira prevarantske strani, sumljive povezave, proti zlonamerni programski opremi. Mislim, tudi oni so morali ustvariti svojo bazo podatkov, da vedo vse, ali dobijo prijave ali pa jih sami poiščejo. Morda tudi z umetno inteligenco ustvarjajo bazo podatkov, spletnih strani, zlonamerno programsko opremo, proti sledenju in podobnimi stvarmi. Obstaja tudi filtriranje prevar. Po drugi strani, če uporabite mojo QR kodo, vam ni treba poslušati mene ali klikati na povezavo, ampak jo preprosto skenirate. Izboljšajte svojo spletno zaščito. In predvsem, s to našo ekskluzivno ponudbo, dobite 4 dodatne mesece, tukaj s povezavo seveda od Parabelluma. In če vam ni všeč, jo lahko preizkusite brez tveganja, saj se lahko brez težav odjavite po 30 dneh. In poleg tega podpirate kanal in to, kar počnemo, kar pač nikomur ne škodi, bi rekel. Pustim vam QR kodo. Povezavo najdete v opisu, v klepetu, v komentarjih, izpostavljeno. Ali NordVPN blokira tudi ukrajinske drone? Ne vem, sprašujem.
Sprašujem, da bi nekoga citiral. Torej, vaš JS Bond, nekateri pravijo NordVPN Bond, Vagabond. Vidim bolj Vagabond. Pojasni malo to stvar. Torej, glede tega je to ena izmed recimo najbolj skandinavskih, bolj nordijskih stvari, ki jih lahko narediš. Morda bolj skandinavska kot nordijska. Na koncu vsakega sestanka je veliki kviz, v katerem vsi sodelujejo, da ustvarijo tovarištvo in podobne stvari. V redu. Torej, to so 4 fotografije, ki predstavljajo 4 različna plezališča in vsaka predstavlja eno nordijsko državo. Katera po vašem mnenju predstavlja Norveško, Švedsko, Finsko in Dansko? Gorski Bond, kdo bi to lahko bil? Švedska. In Sexy Bond? Norveška. Če ste si ustvarili mnenje, odgovor sledi v naslednji. Ampak zakaj tam tudi tisti revni potepuh, po mojem mnenju, je Mountain Finska, ker so oni najbolj cool. Bond, Mountain bolj vidim kot Finsko, bolj cool in tako naprej. Tisti, ki so postali bolj mehkužni, so po mojem Norveška in Švedska. Tisti seksi, tisti silly office, potepuh mora biti neka notranja nordijska šala, glede na najbolj revno državo, tisto, ki velja za najbolj zanič in tako naprej. Torej, to so lahko Danska, poglejmo malo, če. Nisi uganil niti enega. Je enako. Nima nobene zveze. Ja, ne. Tukaj je bistvo, da so Finci resnično... Finci veljajo za reveže. Ne reveži, ampak zanemarjeni. So zanemarjeni, ampak znajo streljati hudiča. Seveda, vagabundi znajo streljati, samo ne izpadejo kot frajeri. Kot tisti Šved, ali pa vedno v gorah kot tisti Norvežan, ali pa malo metroseksualen kot tisti. Danec velja za metroseksualca, panseksualca. V notranji šali, recimo kot na balkanskem Redditu, kjer se Balkanci med seboj žalijo in tako naprej. In to je res iz Reddita, ampak je zelo točno. Kakšna stvar? Jaz pa kot zunanji opazovalec dojemam Finci kot cool, ker so tisti, ki so se borili in znali zdržati. Švedi tisti, ki so bili cool, ampak so vsi resni na nemški način. Danca, ki je malo mehkužen, si pa ne predstavljam. Res je, vsi so na kolesih, ogromni davki na avtomobile, vsi so zeleni in tako naprej, ubrali so določeno smer. Ampak, na primer, videl sem tudi veliko težav na Norveškem in Švedskem, tudi z migranti, ki so jih sprejeli. Država je izgubila veliko, recimo, svojega sijaja, tako norveški bonus, čistih rok, tehnološka izsiljevanja. Tako, s tem zaključujemo v velikem slogu, z velikim pokom. Torej, zakaj sem težil Mirku glede vprašanja Epsteina? To je primer Epstein z norveškega vidika. Najprej zato, ker ni bil prizadet 1, 2, 3 politiki iz ene stranke. Prizadeta je bila kraljeva družina, saj je princesa Mette-Marit pogosto gostovala vse do leta 2010-2012 v Epsteinovih vilah. Vpleten je bil nekdanji predsednik Sveta Evrope, Thorbjørn Jagland, 3 norveški diplomati in predsednik Svetovnega gospodarskega foruma, nekdanji norveški zunanji minister. Torej, tudi Svetovni gospodarski forum. Od tam naprej je moral kot predsednik odstopiti. Kar je bilo zanimivo, sem prej razlagal tudi Mirku pred prenosom v živo, je to, zakaj je bila Norveška tako prizadeta. Očitno zato, ker niso imeli kulturnih protiteles, ko so se zgodile takšne situacije, da bi se znali soočiti z osebo, kot je Epstein. Tako da nekateri med njimi res niso vedeli, v kaj se spuščajo. Za tiste, ki pa so bili sokrivci pri takem načinu življenja, celo diplomata Terry in Rod Larsen, njegova žena, ki sta oba diplomata, sta bila tako osebno vpletena z Epsteinom, da je Epstein v svoji oporoki imenoval njuna 2 otroka. In vsak od njiju je od Epsteina podedoval $5 milijonov.
Eden od sinov tega para norveških diplomatov, ki je bil torej imenovan v tej oporoki, ni zdržal in si je vzel življenje. Torej, kar sem rekel, Mirko, ni tako, kot da bi rekel, bomba ni v Ameriki, eksplodirala je. Odmevi so segli vse do Norveške, tudi oni so bili del tega sistema. In preiskave, ki trenutno potekajo na Norveškem, bodo morda dale rezultate prej kot v Ameriki. Torej, kar bi lahko prišlo iz preiskav na Norveškem, bo zagotovo imelo posledice tudi v Ameriki in v preostalem delu mreže. Okoli tega primera bi se lahko zgodilo, da se bo vse skupaj odvilo prej kot v Ameriki, prav zato, ker v Ameriki poskušajo rezultate prikriti in zakopati. Tukaj jih je malo, so pa znani in pomembni, zato je lažje, da pridejo do zaključka ali pa kdo napiše, ampak kako z vsemi temi otoki in jahtami, ravno tukaj se je moralo zgoditi. In prav to je bistvo. Zimbabveja ne obiščeš po naključju, ne prideš tja po naključju. Ni tako, da bi bil na poti in si rekel, počakaj, a ne bi mogli skočiti tja. Ne. To ni tista pesem iz leta 1983, Rota per casa di Dio, tja greš namenoma. Tako. Popolno. Torej, recimo, ostanite na tekočem glede tega, ker bo iz tega nekaj nastalo in verjetno ne bo ostalo samo na Norveškem. Edina rešitev, ki jo imajo mnogi od njih, in nekateri so to že poskusili, je, da se sami spravijo s poti, kot je to storil Epstein, vendar so pod nadzorom. Zato ne verjamem, da jim bo uspelo, ampak kdo ve. Del bit sistema pa je preprosto zato, ker v tem delu, recimo, sveta, predvsem na Norveškem, ostra kritika proti državi Izrael. In vse, kar je torej vojaško-industrijski sistem, ki ga podpira, torej je to bit sistem, je pomembna sestavina tako izraelskega vojaško-industrijskega okolja, kot tudi celotnega industrijskega okolja. In logistični verigi v Evropi, pa tudi v Združenih državah. Tukaj na Norveškem je bila javna razprava o poskusu odstranitve bit sistem iz norveške oskrbovalne logistične verige, vendar to ni uspelo. Tako je globoko zakoreninjen v oskrbovalnih verigah, da ga ni mogoče odstraniti. In mimogrede, za tiste, ki jih zanima, potekajo preiskave in so bili aretirani tudi Italijani. Objavljeni so bili tudi v časopisu Sole 24 ore članki, ki sem jih poslal Mirku, tam je celoten del o mednarodnih zadevah. Obstaja tudi to, kjer so lobisti, ki so kakorkoli povezani z NATO-om, podkupili prav uradnike, zadolžene za nabavo. Torej, za oskrbo držav NATO in industrijo, podjetje, ki je bilo vpleteno, je bilo prav bit sistem. Tako globoko je ta sistem zakoreninjen, da lahko celo spremeni pravila igre, ko gre za vojaško nabavo. In tudi, če se vsega tega zavedamo, je ne moremo odstraniti iz igre. Tako globoko so vpleteni, da če jih odstranijo, nič več ne deluje. Zato morda izkoriščajo dejstvo, da vedo, da je njihov položaj dominanten in ključen. Bit sistem je pred kratkim zmagal, ni bilo povedano, katera je evropska država, vendar je zmagal na razpisu za pogodbo v vrednosti 1 milijarde in 400 milijonov evrov z neimenovano evropsko državo. Zdaj, če želimo recimo ugibati, je to moja osebna domneva. To je velika država z veliko denarja, zelo tehnološko zaostala in z velikim občutkom krivde do države, iz katere prihaja bit. Tako, urejeno, gospodje. Torej, hvala tebi za ta večer, hvala vsem, ki so nas spremljali. Spomnim vas na aplikacijo, ki jo lahko prenesete, povezava je v opisu in tako naprej. Prenesite si jo. Nastop Antonija Kostija, 2 Antonija, za ceno enega. Kaj bi si še želeli? Kaj hočete od Garelija? Kri. Če citiram še eno glas. Torej, hvala vsem vam, videli se bomo v Cuneu. Za tiste, ki boste prišli v Cuneu, vas spomnim, da smo v Nuovo Cuneu. Tako se imenuje kraj, ki je arena in tako naprej. Park.
Zdaj smo bili tam že 3 ali 4 s Kapitinjem, Lanzaro in tako naprej. Mislim, da ste videli sporočila, ki sem jih objavil na družbenih omrežjih. Na X je plakat, ob 17. uri bomo tam, govorili bomo o marsičem, s seboj bomo prinesli tudi knjige. Torej, hvala vsem in lep konec tedna. Grazie a tutti.